veš, to so te mini fajti, ki jih imaš sam s sabo, ki bi rad poslušal en podcast, ker te zanima, obenem se pa aktivno zavedaš, da bi res rabo tudi malo miru. Evo, Ciril Komotar, lepo pozdravljen na našem podcastu, ki se mi zdi tudi, če si stalno v pogonu, ti tedni, dnevi kar tečejo, se moraš malo načrtno ustaviti oziroma se prisiliti, iskati take trenutke, da se lahko čas upočasni. Če ti začneš govoriti sam in na glas razmišljati in se poslušati, se mi zdi, da pol kar sam tudi priješ do enih rešitev. Evo, Ciril Komotar, lepo pozdravljen na našem podcastu. Res me ful veseli, da si se pridružil nam, da si se pripeljal tle v Brda in da imamo lahko ta pogovor. Mislim, da nisem edini, ki te spremljamo že par let in tvoje video vsebine, res smo odraščali z njimi. Jaz sem začel gledati na faksu, se mi zdi tam nekje, ampak še vedno. Skozi leta sem odraščal z njimi, tako drugače. Najprej hvala za povabilo. Že smo se glih včeraj, smo bili na enem dogodku, se ni važen, ampak smo se pogovarjali, da ne da smo stari, ampak znači ena punca prišla do mene pa rekla, joj, jaz sem vas pa gledala še, ko sem bila majhna. Zatijem sem vas gledala, ampak to je bila pred mano, je bila postavna, urejena ženska, pa se rekla, ampak naslednje leto, junija, to se pravi čez dobrega pol leta, bo 10 let že od Komotar minute, pa ne vem, 6 let od atmosfercev, pa tako da, ja, nekaj časa že migamo, no, plus pred tem, kar sem počel, pa že pač objavljal, pa se, tako. Sej, zanimivo gledati malo nazaj, ne? Samo, ko začneš leta seštevati, pa ko se vse to naklada skupaj, pa že kar malo grozljivo včasih. Ja, včeraj, ko sem se malo pripravljal, tako sem malo povzel stvari, o katerih bi govoril danes, sem si šel pogledati tvoj tisoči vlog, in ko si malo tako pogledal za nazaj in tako, in že takrat je bilo 8 let, pa to je bilo lani. Ja. Tako da je pole ono. Pa tudi, ko si razlagal, kako tvoja hčerka odrašča, ko si začel imela koliko 2 leti. Ja, v prvem vlogu je že bila. Ja. Tako, jaz 2 vloga pogledam za nazaj. Ta prvega, pa ne vem, koliko je številka od drugega, pač nek road trip, ki so ga imela, ampak v prvem je zadnji kader, ko ona k meni preteče. In valjda to so še oni malo nezanesljivi koraki, ampak ful veseli. Tak, pride po hodniku. In zdaj pa vidiš, kakšna punca je že, to je, mislim, noro, no. Mi pa mislim, da smo skozi isti, a veš? Koliko si pa ti letnik drugače? Naslednje leto, se pravi, čez pol leta bom imel 30. Aha, ok. Konc februarja imam 30, tako da 96. Ja. To se pravi, sva 15 let razlike. To je že kar veliko. Se ne pozna, ne, tako da mogoče. Sva brata poplešli. Tako da meni ponovadi zmeraj dajo kakšno leto preveč, ampak mogoče v tej branži, ki jaz delam, mogoče tudi ni tako slabo, tako da je malo več zaupanja se ustvari. Brada, stari, brada. Brada, ne? Obrij se, boš se hitro videl, koliko je ure. A veš, da tu sem se obril za pusta, ko smo naredili en tak pustni podcast in sem hotel, da maska boljši spade. Ja. In sem se obril po ne vem kolikih letih. In potem sem šel naslednji dan na benzinsko in me vpraša, če imam dokument. Ja, sem rekel, hitro te kdo počike poslal, pa boš tja prišel, noš mogel. Tako da ja, veš kaj sem hotel začeti? To, v bistvu, ti si po mojem eden izmed najbolj poznanih, če ne najbolj poznan, avtomobilski, ne novinar, ampak ustvarjalec vsebin v Sloveniji. Se lahko rečeš tudi novinar. Novinar, bil si novinar, zdaj si oboje, ustvarjalec vsebin pa novinar. Ja, veš kaj, jaz ne rečem, da nisem več novinar, zato ker pač se mi zdi, da novinar sem že zelo dolg časa, pa to bom vedno ostal. Sem pač, valjda se pol druge stvari nate prepnejo, ustvarjalec vsebine pa influencer in jaz tudi ničesar, mislim, od teh oznak ne bežim, ampak v osnovi še vedno smatram, da sem avtomobilski novinar, ki poroča malo drugače ali pa v skladu s tem, kar je čas prinesel. No, a ti všeč ta beseda influencer? Ja, mi je. Ja. Mislim, da ima ful negativno konotacijo, ampak se mi zdi, da to izvira ponovadi, a pa da ta negativna konotacija pride iz ust ljudi, ki so mogoče malo zavistni, pa nevoščljivi, ali pa mogoče imajo kar a priori neki proti influencerjem. Ampak, veš, ta influencerski svet je tako, kot čisto vsi ostali. Tudi imaš
kaj pa je svem stari, dobrega mizarja, pa malo slabšega mizarja, pa imaš konc koncev v redu policaja, pa enega, ki je malo bolj šlampast in to velja za vse, ali pa kaj pa je svem, knjižničarko, ali pa učitla, ali pa ne. In isto je pri influencerjih, saj nismo vsi enaki, eni so bolj temeljiti, eni so manj, a veš, se mi zdi, da ta negativna konotacija izvira bolj iz nepoznavanja, pa nesigurnosti, pa mogoče celo enih kompleksov človeških, ki v resnici mogoče malo izvira tudi iz tega, da kaj so to za eni luftarji, ki nič ne delajo, ker seveda pač se moram reči, da se to ful popravlja. Mogoče tako celo razmišlja manjšina, ker se mi zdi, da se je že utrdilo malo prepričanje, da pač veš, tudi delati vsebino nič ni 5 minut. To zahteva fulene predanosti, pa volje, pa ene energije, pa to. In pač valjda, kdor je hejter, bo rekel, da je influencer, da je to kar nekaj. Jaz pa z veseljem to besedo sprejmem, zato ker se mi zdi, nič se mi ne zdi, pač vplivam na precej pomembne odločitve v življenju nekoga, ker pač, kot dostikrat rečem, da avto ni štruca kruha, ki jo kupaš, ne vem, 2-krat na teden, 3-krat na teden, ampak je nekaj, kar te spremlja, ti ponuja zavetje in varnost in tako, kot si rekel, kakšna je bila vožnja, ko sem prišel malo čas za meditiranje in tako, in pač avto ni hec, ali pa mobilnost ni hec in ta mobilnost tako gre v mnogo nekih por našega življenja, z leve in z desne, in če vplivam na nakup nečesa tacga, je to pač očitno vplivam in sem vplivnež, a.k.a. influencer, in to je čisto okej, no. Se mi zdi, da se spremenja ta konotacija besede, ja, da je zmeraj manj negativna in se mi zdi predvsem zasluga ves dobrih influencerjev, ki spreminjaste to besedo, ker na začetku so bili influencerji tisti, ki so samo, oziroma vse so še vedno, tisti, ki samo delijo neke stvari, v katere res ne verjamejo, ampak če delaš ti z drugim načinom, ko si recimo zdaj ti opisal z nekim namenom, z nekim poslanstvom, da res želiš dati nekaj dobrega, se tudi ta konotacija malo spreminja na pozitivno. Ja, kaj pa vem, kaj... Se mi zdi, da se ta konotacija negativna širi tudi s pomočjo načinov komuniciranja, ki ne zahtevajo veliko soočanja in poguma. To so keyboard warriorji, to se pravi ljudje, ki zelo hitro kaj natapkajo na svoj zaslon, pa pritisnejo pošlji oziroma objavi. In to takih pogumnih ljudi je veliko, se pa kdaj z njim srečaš v živo, pa tisti pogum zgine. Plus to, da veš, še vedno se marsikdo oklepa tega, da pravo delo je samo pač tisto delo. Ne rabi biti zdaj fizično, ampak nekje, da moraš biti 8, 10, 12 ur in biti zgaran zvečer in pol si nekaj naredil. Ne? Zdaj pa, jaz pa, če grem pa posnamam eno stvar, pa mogoče zato potrebujem 4 ure, ali pa tudi manj, vseeno, pa objavim in s tem dosežem nek učinek, to pa že ni del. Se mi zdi, da tudi mogoče se je tudi brez veze preveč na to negativno konotacijo osredotočati, čeprav zdaj mi dva delava ravno to, ampak vse prav je, da o tem govorimo. Zato ker, ne vem, vse s časoma se bo že prepucali, pa bojo ljudje že razumeli, ali pa tudi ne bojo. Pač vedno imaš 2, 3, 4 pole, ki vsak na svojo stran vleče in tudi to je okej. Ne rabimo biti vsi vsem všeč in ne rabimo, pa škaj je še problem, ljudje ful radi dajejo druge v predalčke, zato da se sami boš počutijo. In pa tle pride ven vse živo. No. Zdaj si uporabil to, da v bistvu negativno in to. Me zanima, če si imel težave s tem, preko si začel to delati, te vloge objavljati, pa content kreirati, da si hotel biti vsem všeč, ali si bil že od začetka, si imel to pristnost. Ne, jaz bom dal to ven, ker sem to jaz in bo kar bo. Ali te je od zadaj malo ono? Niti en dan v mojem življenju me ni to kljuvalo od zadaj. Tudi, mislim, veš kako je s tem, mogoče sem kar preveč ignorantski bil do tega, kaj bi lahko bilo, pa kaj bi si ljudje mislili, če bom jaz pokazal sebe. Ker jaz sem vsebino ustvaril še preden sem bil vloger, ne? Pa še preden je bila Komotar minuta, sem pač bil avtomobilski novinar, pa enemu takrat še vedno razmeroma novemu mediju, ki je bil internet, ker jaz prihajam še iz časa, ki je bilo večino stvari v tisku, pa tudi jaz sem začel v tisku. In že s pisanjem sem probal malo sebe dati v tekste, ker sem imel tudi konec koncev take vzornike.
En je zdaj pred kratkim se poslovil, to je Martin Česen, to je bil en ikona med avtomobilskimi novinarji, ki je bil v bistvu, mi smo imeli Slovenci, smo imeli Jeremy Clarksona še preden smo poznali ta pravega Jeremy Clarksona in to je bil Martin Česen. On je sicer človek, ki zelo ljudi, ne, tako bom rekel, ideološko, pa še v marsičem sva si bila na popolnoma nasprotnih polih, kar se je izkazalo potem, ko se je on upokojil, ker je bil, se je izkazalo, da je za neke stvari precej nestrpen, pa tako. Ampak ljudje smo vse živo, nismo črno-beli, ne. Ampak če se omejim na to njegovo avtomobilsko plat, on je bil človek, ki je znal tako napisati tekst, da si ga šel brati 2krat ali pa 3krat in da si komi čakal, da prije naslednji avtomagazin ali pa naslednji autofotomarket. In jaz sem kar mal želel njega na nek način imitirati, oziroma vedno hočeš biti malo kot svoji vzorniki, plus že v osnovni šoli, še preden sem vedel, kdo je Martin Česen, ker sem bil še mulo, ko so se začeli prvi spisi pisati, sem rajš pisal bolj sočno. In že takrat sem hotel sebe, da to besedilo, na pač, ne vem, čisto skozi en nagon sem to delal. In pol, ko sem video začel delati, s komu 3 minuto, je pa pol res bilo to, je bilo pa vse zavore, pa zdaj spuščam in zdaj pač sebe pokažem in nisem kaj dosti razmišljal, kaj si bodo ljudje mislili. Zato, ker mi je bilo v resnici vseeno, veš, jaz izhajam iz tega, da jaz moram to posneti, ker je meni cool. In pol karkoli drugega je itak brez veze, ker zakaj jaz pol to delam? Jaz nisem šel preračunano v to, zdaj bom pa jaz vloger in bom od tega živel. Pač meni so avti the best in jaz bi to posnel pa pokazal, kaj mislim pa kaj čutim. Ja, to se mi zdi pa ljudje začutimo, ne? Če delaš res z nekim poslanstvom in res s to veseljem, pristnostjo, ne? Se začuti, je drugačen vibe, ne? Čeprav ga ne vidiš, tako, ampak ga začutiš, ne? In skozi pisne vsebine, in skozi video vsebine, podcast vsebine, audio vsebine. Ne? Jaz mislim, da je to tako močna stvar, da imaš občutek, da bi jo lahko parjel ali pa zarezal, pa je sploh ne vidiš. To je tako moče, ti čutiš pri človeku, je on. A veš, ali pa če ne drugega, ne moreš blefirati za 10 let ali pa 20 let, ti ne moreš skozi live blefirati, prej slej te ujame neki, če ti nisi zvest sam v sebi. Če ne drugega, depresija. Ali pa te ujame neki, ker ne vem, je to lahko bolezen, lahko je pač karkoli drugega, neko nezadovoljstvo. Jaz mislim, da noben ne more temu pobegati in pač je to kar grozen. Ampak to, da si pa lahko ti, pa zahteva kar neki poguma. Pa mogoče tudi kakšno kilometrino prej, da rečeš, ma, ko je. Jaz to, zdaj pa vi pa you deal with it. Jaz sem že pomerjen sam samo, veš. Pa vidiš, kaj se zgodi. No? Tako. Ja, tako da zdaj sem vrnil na tisto začetno stvar, ki sem hotel omeniti oziroma vprašati, ima že prav, da se je razvila debata v to smer. Hotel sem omeniti to, da se res to, kar smo zdaj govorili, se pri tebi čuti to strast, poslanstvo, veselje in to pristnost do tega, kar delaš. Pa vem, da si dobil to vprašanje verjetno v vsakem intervjuju, v vsakem podcastu, ampak kako se je začela tvoja zgodba? Zakaj avtomobili? Kaj ti pomeni avtomobili in zakaj se je začelo to? Škaj, pri meni se izvira iz ene strasti, ki se imenuje ustvariti neki in pri meni se je to pač, ne vem, z pisano besedo najprej. Pač jaz ustvarjam, jaz se igram. In začel se je v peskovniku, pa začel se je, ko sem se naučil pisati. Pa začne se konec koncev še pred tem v glavi, zato ker pač fantaziraš. In se mi zdi, da je to en predpogoj, da lahko v vsebini pristopiš tako, da je fajn, ne? In avtomobili vem, zakaj so me zagrabili, zato ker je bil moj oče skozi službo, on je bil pač na AMZS-ju celo svojo kariero in to mi smo doma dihali rumeno. In je pač bila en del mobilnosti, je bil del našega življenja in zato so mi bili postali avti. Pa pač, ne vem, nekako mi je privzgojil nezavedno, pa nenamerno to neko afiniteto do tehniške kulture. Še se spomnim, ko sem bil star 15 let, pa so šla na eno tam cesto, nekje daleč zadaj, pa rekel, da se pa midva voziti naučila. In jaz se spomnim, s kakšnim žarom je on meni razlagal, kako deluje sklopka. A veš, on je znal z besedami risati. In jaz sem pa tako kot on bil, ali pa sem vizualc in sem vse to videl narisano v glavi. In tako je meni
počasi prerasla neka ljubezen do zobnikov, do mehanike, do tega. Ne? Ampak obenem pa trdim, da če bi se pa moj oče ali pa moja mama s čim čist tretjim ukvarjala, bi me pa mogoče tja zanesel, ker ta glavni vzgib je ustvarjati. Jaz, če ne bi bil pa avtomobilski novinar ali pa če ne bi govoril o avtomobilih, bi me pa mogoče zaneslo ustvarjanje povezano s hrano ali pa s potovanji ali pa z arhitekturo. Jaz ful rad beležim in govorim o tem, kar vidim in kar čutim. To se mi zdi, da je tisti najglavni vzgib. In pač slučajno sem padel v avto in me kar ne spusti. No. Ampak ful rad pa delam tudi druge stvari. No. Mislim, beležim, fotkam. Veš, jaz tudi, ker sem se sem pelil, sem videl, tle sem šel po italijanski strani, sem prišel, ker je Manovinkasta cesta, mislim si prej tle, in sem videl ful en lep spot in jaz nisem imel nobenega razloga, ali pa jaz sem se moral ustaviti in sem naredil eno fotko, ali pa v bistvu sem jih naredil ene 15. Ampak hočem reči, da meni je to tako fajn in pač to je to. Ja. Pa še dokumentiraš življenje, ne? Ker to je zmeraj fajn pa lepo gledati stvari za nazaj, pa spomine, ker spomini bežijo. Ne? In če imaš neke take stvari, ne? Samo mogoče te stvari tudi delaš mogoče malo za sebe, ne? Da se spominjaš potem nazaj. Mislim, to se pol sproti ugotoviš, da delaš album, sam ki ga vsi vidijo. Včasih ga je pa videl 7 družinskih članov, pa tiste, ki si jih prisilil, ki so prišli na obisk, kje smo bili, pa tako. Ja, tako da tudi takšno vrednost ima Instagram, pa YouTube, pa Facebook, arhivsko, družinsko in tako, da jo gledaš z tega kota. Fajn. No. Ja. Prej si, ko si prišel sem, si uporabil eno besedo, kako je bila vožnja, si rekel, da je bila fajn, oziroma katero besedo si uporabil, da je bila relaks. Ja, sem rekel celo meditacija. Meditacija, nekaj tazga. Jaz drugače, jaz ne meditiram, ne znam meditirati, pa nič, ampak to je mogoče druge besede ne znam uporabiti. Čuječnost, ne, se pač si prisoten v trenutku, kar je neka oblika meditacije za reči. Ja. Pa sem te vprašati, recimo, dosti preživiš časa na poti, pa potovanja, pa tako, kako izgleda tvoj lifestyle in kako se sooča s temi izzivi, ki pridejo skupaj s tem? Jaz jih sploh ne, mislim, ne, skoraj sem rekel, da jih ne vidim kot izzive, kar ni res. Izziv je vsakdanja ali pa vsakotedenska logistika, ki je povezana z dejstvom, da živim v 2 največjih slovenskih mestih, v Ljubljani in v Mariboru, in da pač moram to življenje povezovati in usklajevati. In to je primarna skrb moja, poleg seveda službe, ki mi omogoča preživetje, pa tudi veselje. In sestavljati ta urnik je glavni izziv. Zato, ker pač, veš, jaz sem ločen, pa moja partnerka je ločena in to se zdaj žalostno sliši, ne, ampak to hočem reči, da, ker sem rekel usklajevati, veš, za kjerokoli stvar se ti uskladiš, je potrebno bistveno več ljudi, da stvari tečejo kot namazane. Ne? To se pravi, urniki večjih družin se morajo poklapati. Ne? In zdaj na vse to, pa na konstantno vožnjo, pa se včasih je bilo še bistveno več, moram zdaj jaz aplicirati službo, podcast, sestanke, snemanja, poti v tujino, tiskovne konference, prijatelje, družino in vse to. To se pravi, imam neko razmeroma rigidno strukturo, ki je sicer prilagodljiva, ampak ni fajn, da se jo preveč premika. Ne? In potem so vse ostale stvari, ki si rekel, to se pravi, ne vem, poti v tujino. Tega je sicer bistveno manj, kot je bilo prej, ker imam ta privilegij ali pa, da lahko tudi kakšno stvar zavrnem ali pa pač zavrnem. Pač jaz, če ne morem iti, če imam ta malo, takrat jaz ne grem v tujino. Ali pa sem pa tja kakšno stvar prestavim, če ocenim, da je to zares neka pomembna svetovna premjera nekega avtomobila ali pa nekaj. Ampak ja, to je pol pač, to je izziv, vse ostalo je pa pač take. To so, navajen si delati taka prilagajanja. Jaz verjamem, da če bi mi ti kaj opisal povezavi s tvojim življenjem, pa kako imaš ti stvari urejene in tepe je to čist naravno, bi jaz mislil, kako on to zdaj zmore. Jaz to nikoli ne bi mogel. In se mi zdi, da je vedno tako, ker si pol v koži nekoga, oziroma ker ti to počneš neke svoje stvari, si že malo zverzeran. Poti v tujino pa valjda, pač to je del mojega življenja in je fajn, ampak to sem zreduciral za 70%. Pač prej sem bil skozi v tujini, zato ker, ampak veš, včasih je, ne vem, težko je biti skozi v drugi posli. Pa pač se zbuditi
sred noči, pa gledaš, pa so vse stene narobe postavljene, pa ne veš, kje si. A veš, to se bože to dogaja. Kje sem in pol ne veš, če sem jaz v Franciji, a sem v Bilbao, ali a sem v Münchnu zdaj, a smo sam prespali, pa gremo jutro domov. Veš, take stvari se ti začnejo dogajati, ker si konstantno na poti in zdaj tega ni več toliko. Tu sem slišal že od parih, oziroma sem slišal zgodbe. Recimo, tu me je pravil en trener od odbojke, da je poznal enega drugega trenerja, ker so bili stalno na poti, veš, tekme tujina, tretje, vsako noč v drugem hotelu. Ja. In tudi on je opisal, tu se je zbudil zjutraj, pa sred noči in panika, kje sem zdaj. Ja. In pole rabil par sekund, par minut, da je pohruntil, okay, zdaj sem tle in se pole malo... Ja, to je 5 sekund totalnega strahu, ker ne veš sploh, veš, ne veš in pol tvoja glava ful računa in to bi moral biti posnet, ker po mojem imaš take oči, ki se zbudiš tako. Sem mislil, da so vrata tam, pa so tam, veš, vse je čuden, tistih 50 sekund, kar hecen. Tako da kako pa recimo si planiraš, ti imaš vse vnaprej splanirano v glavi, ali imaš to kje na kakšnem telefonu, tablici, računalniku, se lahko pokažeš. Se vem, da se ne bo v podcastu videl, ampak zdaj bom tebi pokazal, da boš videl, ne vem, oktobrski urnik, no. To se pravi, različne barve, različne aktivnosti, vse je popisan, vse je zapisan, vključno s tem, kdaj sem sta malo, kateri so ti dnevi, kdaj sem v tujini, snemanja, podcasti, fizioterapija, trening, pač vse je na koledarju, ker nobena glava si ne more zapomniti vsega, se mi zdi, ali pa pač I'm not that guy in če jaz ne zapišem, pol to gre. Ja. Kaj pa recimo vikend prej si pole za naslednji teden, si sproti? Ne, cel mesec mora biti naprej splaniran. Mislim, mora biti. Hecen je, ker jaz sem drugač zagotovo eden najbolj neorganiziranih ljudi, ki jih boš kadarkoli spoznal. Res? Ne bi rekel. Že po defaultu. Ovo stari. Sam pol te fejli pripeljajo do tega, da preprosto ne gre drugače, kot da planiraš, zato ker je pač preveč stvari. A veš, to, kar sem ti prej našteval, pa je komotar minuta, pa so atmosferci, pa je obveznosti do poslovnih partnerjev, pa usklajevanja s poslovnimi partnerji, pa iskanje novih poslovnih partnerjev, pa pač vse. In montaže in pač tavžentenih stvari. Če ni to zapisan, pa ne vem, jaz bi najrajš imel nič zapisan. Jaz najrajš, da ne bi rabo imeti telefona, zato da se znajdem, ampak ne gre drugače. Jaz ne znam drugače. A imaš znotraj tega urnika tudi kaj prostora pole za čisto nič, ali mora biti prav vse do potankosti splanirano? Ne, seveda imam čas tudi za čisto nič in je pa res, da ta čist nič zahteva bistveno več energije. Veš, ti imaš tako inercijo življenjsko, da polka imaš priložnost delaš čist nič, ker hočeš spet nekaj delati in se mi zdi, da to je dobro, najbolj tipičen primer je to, ko greš poleti na dopust, pa ne rabiš nič delati in se ne znaš še 3 dni ustaviti ali pa 4 dni ali pa celo en teden. Malo zato, ker prihaja za tabo, pa tudi, če ti se ustaviš nekje, pač si aktiven, zato ker tako kot tankar, ko on zažlajfa, on se ne ustavi 4 kilometre, ne? Preden pride v luko. Kje mora on že bremzati? In isto je, se mi zdi, da pri ljudeh. No, isto je pri meni, ker jaz ne znam odrezati in zdaj pa kar nič ni, če je 100 stvari. In pa tudi, no, da se vrnem na to, ko ni nič, skoraj nikoli ni čist nič, ampak pol te pa že telo pa glava prisilta jaz danes pa res nič ne morem. Pa se sam butneš na kavč in uživaš v ničemer. In to je pa včasih posebne vrste perverzija, zato ker si na kavču in je najbolj noro, ker sam lahko tudi spim, lahko grem po zajtrku spet spat, kako je to čisto tako nor koncept. Take stvari, pol ja. Ni pa to najbolj izpeljati, priznam. Verjamem. Ja, pač prednosti in slabosti takega lifestyla, ki je podjetniški oziroma tak influencerski, kakorkoli, da si lahko sam prilagajaš. Jaz imam tudi ta izziv, ki stalno bi nekaj delal in pole si težko vzameš prav fry, off, ne. Ja, na treneru si se, ne? Ti si se na treneru na akcijo. Akcija, se to. Zdaj, pač, ker si bil otrok, ziher ni bil problem naš delati, ne? Ja. Zato, ker si bil natreniran na naš delati, pa malo za šolo pomigati, that's it. Pa ne vem, a si šel na igrišče, a si bil zunaj, pač nič nisi delal, pa si lahko samo luft gledal, pa nisi imel nobene stiske, nisi imel nobenega vzgiba, fakt, zakaj se zdaj nekaj ne dogaja. Pač vse se dosti dogaja, če si tam na pločniku sediš, pa gledaš, ko gre avti mimo.
Kako je pa recimo na cesti, kako ta čas na cesti izkoristiš oziroma tudi ne izkoristiš, kakorkoli. Ker spet Ljubljana, Maribor, ki je to dobra ura nekje. Dobra ura, ja. Ja, tako da 2 na dan in 2 uri na cesti. Ne. Ja. Vem, da si recimo v Parklemnu podcastu si omenil, da ful poslušaš podcaste. A je čas tudi za kaj samo tišine? A pa recimo, da nič ne delaš? Zelo malo. Veš kaj, ta tišina je ta 1 ura, ki sem na cesti, ali pa 2 uri, tukaj meni una inercija dela in jaz sem zelo težko sam v avtu pa čistih. Ker je v bistvu problem, ki se ga aktivno zavedam. Mogoče ni problem, no, ker je nekaj, česar se aktivno zavedam, ker včasih, veš, to so te mini-fajti, ki jih imaš sam sabo, ker bi rad poslušal en podcast, ker te zanima, obenem se pa aktivno zavedaš, da bi res rabo tudi malo miru. In da mi reči, da če sem jaz 1 uro pa pol v avtu, da zihar 1:15 poslušam nekaj, če sem čisto iskren. Ali sem pa na telefonu. Nekaj malega pa probam delati nič. In pa ta razmerja se pa malo spreminjajo. No. Danes recimo sem kar dolg časa delal nič. Zato, ker mi je pasal. Veš, ko se peleš iz notranjosti proti Primorski oziroma proti tvojim koncem, je spredaj tema, zadaj se pa svetlo dela. In pol je fajn kar malo spremljati, kako dan prehaja, pa se noč poslavlja. To je pa pol že malo tako, nam rekel meditacija, ampak je fino je gledati zgodbo dneva, ki se začne. No, ja, tudi če samo v špeglu. No. Pa si prisoten v trenutku, ne? Ja. In se malo čas ustavi, ker se mi zdi tudi, če si stalno v pogonu, ti tedni, dnevi kar tečejo, se moraš malo načrtno ustaviti oziroma se prisiliti, iskati take trenutke, da se lahko čas upočasni. To biti prisoten v trenutku, to sem pa kar ozavestil. Mislim, da mi je tudi ustvarjanje vsebine pomagalo pri temu, da sem se začel zavedati trenutka, ki je veliko vreden, v vizualnem smislu, v energijskem smislu, v ne vem, kakršenkoli. Ker veš, ker ti, če si vsebinc, ti ne moreš kar vsega posneti, pa najrajš bi, zato ker je to tako močen vzgib, vsaj pri meni. In pa se moraš znati temperati. Stari, jaz, ko grem na, ne vem, recimo eno službeno pot, grem na prvo vožnjo v tujino in tam je ponovadi vse drugače. Mislim, drugače govorimo o okolici. Ne vem, 2 dni nazaj sem bil na Majorki in sem vozil enega novega Citroena in tam, veš, jaz, ko sem tako bolj občutljiv za te stvari, meni je že všeč, kako je pločnik narejen, ker je čisto drugačen, kako so obcestne svetilke, kako so zidovi, ki razmejujejo, ne vem, polje od ceste. Meni je vse to tako drugače, pa tako zanimiv, da jaz bi kar posod se ustavil pa sliku. In pol seveda tega ne moreš, ker bi se tudi tebi sfuzlal, pa nimaš niti časa. In pol se moraš naučiti, tudi mimo ene lepe stvari peljati preč, tega nisem videl, jaz moram naprej. Dajmo zracionalizirati, kaj jaz tukaj počnem. Tukaj sem, da zberam vtise v avtomobilu, da ga pofotkam, da ga posnamem, da ga vozim in da razmišljam o njem. In če bi jaz dovolil tistemu ustvarjalnemu delu, ki hoče skozi fotkati pa snemati, bi to povozil celo bistvo mojega namena, zakaj sem tam. In zato sem se naučil zbirati momente, ki so vredni pozornosti, ki jo pol zajamem in jo pol pokažem naprej. In isto je tudi pri momentih, ki pa so meni osebno ful pomembni, da rečem, to je zdaj tako lepo. Jaz si bom probal zdaj to aktivno memorizirati in zapomniti, ker zelo, zelo cenim ta moment. To je pa lahko vse živo, lahko je to, ko se z masko potopiš, pa gledaš sinjo modrino, pa je po tleh mivka, pa sončni žarki noter padajo in je krasen prizor in rečeš, ok, stari, zapomni si to, ker mogoče je to sred julija na Dugem otoku, ki je neverjetno lep prizor, ker ti slišiš smeh svojih otrok, pa vidiš neko spokojnost in pa si takrat reči v momentu, daj zapomni si to, ker bo prišel žalosten februar, ko bo vse usran, pa poscan, pa brozga bo pa to. In takrat pol se lahko s temi stvarmi mal nafilaš. No in to sem se naučil pa ful dobro delati. Pa ne rab biti eksotična fora, da si ti pod vodo, pa gledaš, pa poslušaš otroke, pa vse je fajn. Lahko je tudi samo moment, ko meni Eva, ne vem, ali postavi kosilo na mizo, ali pa se nekaj pogovarjava.
pač momenti so vse, ni veliki, majhni. Meni so vsi momenti, veliko momentov je lahko, čeprav so na videz majhni, so veliki pa pomembni. No. Tako jaz gledam. No. Jaz sem čisto preveč raztegnut. Ampak to je taka tema, ki je to zbiranje momentov, pa zavedanje, da se zavedaš trenutka, je ful pomemben. No. Če ne res, vse sam drvi mim. Stari, mi se bomo jutri zbudili, pa bomo v vozičku, bomo stari. Mogoče od tja niti prišli namo. Če se ne bomo zavedali teh momentov, pol življenje zderka v 6. prestavi mim in ponovno kva smo delali. Tako. Sem se ful poistovetil s tem, ker si rekel, da si moraš v trenutku reči, ok, tu si bom zapomnil. Ker recimo tudi se spomnim jaz nekaterih trenutkov iz moje preteklosti, ker sem si tu rekel in še vedno se spomnim tistih trenutkov. Ker verjetno, če se ne bi, oziroma če se prav ne bi namensko ustavil, in rekel, ok, tu je zdaj naredi screenshot oziroma snapshot. In pole ti pomaga za naprej in tako ne. Ampak mislim, da bi mogli vsi malo več tega delati. Saj jasno, govorim za sebe, ne? Ker spet padeš v cikl. Vse v bistvu, če greš 120 po avtocesti, je težko dobiti pač, oziroma, ko si rekel na začetku, kada greš hitro, je težko se ustaviti. Ne? In mogoče tudi, tu sem dobil pa eno prispodobo, ker sem se pa vozil v Maribor in sem šel direkt iz Gorice v Maribor in po avtocesti je bil gas, ne? In pač promet tretje in ko sem prišel v Maribor, sem se malo ustavil, pač itak greš malo bolj počasi in sem rekel, ok, zdaj sem prišel na Maribor, zdaj pa chill. Sem res začutil vse, pa videl, pa tako. Ampak na avtocesti je bil pač gas, ker moraš biti pozoren na cesto in tako. Tako mogoče tudi med tem malo balansirati. Kdaj gas, pa kdaj malo bolj. Zdaj moraš tudi, jaz te momente si probam tudi zapomniti, tudi, ker se mi kdo predstavil. Veš, včasih se mi je kdo predstavil, pa jaz tako, živijo Ciril in pol čez 2 minute sem bil tako, kako je že zdaj te osebi ime. Zdaj pa to je ful pomemben trenutek, se mi zdi, ko se nekomu predstaviš, da ko mu stisneš roko in to je en moment, ko se sam enkrat zgodi, ne glede na to, kdo se ti predstavil, zato da ga pogledaš, da mu stisneš roko, pogledaš oči in ne vem, jaz recimo sem se navadil, da če se le da, pa ne vedno, seveda, da ponovim ime. Tako živijo, Nina, zdravo. A veš, in pa se mi zdi, da je to že ena taka varnostni mehanizem, zato da si prisoten v momentu in da si zapomniš ime. Se mogoče s to marskomu buta sliš, ne vem, sem ful slab pri teh imenih. Zapomnim si obraz pa prizore zavedno, pri teh stvareh je pa pač težji in to so pol te varnostne cake, ki si jih delaš, da si lažje zapomniš momente, pa tudi imena, take trivialne stvari. No. Veš, kaj me zanima, ko si rekel, da si se zdaj dobro naučil tega, se pravi biti prisoten v momentu, a proces do tega, da si se to naučil, je bil lahek, enostaven, ali si rabo kar nekaj časa pa ponovitev in tako, da si se uspel? Ne, meni se zdi, da ni bil, mislim, da je bil precej lahek. Mogoče, ampak začel se je to samo z velikimi momenti. A veš, to ni bilo, kdo pa pri 20 ali pa pri 16 cen majhne trenutke. Nobody. Zato, ker se ti vse en, živo boš za zmeri in najjači si in vse že veš in tako. Ampak sem pa že razmeroma zgodaj, ravno zato, ker sem tako senzibilen za stvari, ki jih vidim, pa čutim, sem že zgodaj, čutil sem, da to mene tako kar močno prevzame lahko nekaj, kar vidim. In že takrat sem bil to je tako lepo. Kva jaz zdaj lahko naredim, da si bom to za zmeri zapomnil. In to je bilo, dajmo reči, še pred časom mobilnih telefonov. Ne? Jaz sem bil, ko so mobilni telefoni prišli, sem bil jaz star 16 let, I guess. 17. Unita prvi. Ja, ali pa mogoče sem bil 15. Ampak tam nekje je bilo, no. In veš, že predtem je bila kakšna stvar, ki mi je bila ful nora, pa sem si jo hotel zapomniti. Ni bilo druge, kad rečeš, stari, vtetoveri si to, ta možgan in to je to. Pa se je pa pač to začelo dogajati, če dalje bolj pogosto. Sam pač z zrelostjo, s kontekstom življenjskim, z razvijanjem frontalnega korteksa, z vsem temi stvarmi pride to, da ti začneš na življenje čisto drugače gledati. Ne? Ker se mi zdi, da ker smo bili mladi, zame saj to drži, da sem itak sam derku in da pač mi je bilo pomembno tisto, kar je pred mano. Zdaj pa mi je pomembno še tisto, kar je levo, desno. Oziroma lažje to uračunam v neko enačbo, situacijsko. To se pravi, karkoli se meni dogaja, pač probam gledati široko na to. A to tudi, če srečaš enega človeka, ki je totalen kreten. Ker pač ljudje smo, vse živo smo, ne?
Smo super, pa smo malo manj super, ali pa mogoče sem rekel narobe totalen kreten. Nekdo, ki je res neugoden. Vse ta vibe začutiš pri človeku. Ne? In pa 20 let nazaj bi si mislil, ti si res kreten, pa daj mi mir. Zdaj pa še malo pomislim, zakaj si ti takšen? Ne? Kaj se je zgodil, pa kaj je tebe oblikoval, pa a se bom zdaj jaz naslonil na to, pa te bom sodil, ali si dava priložnost, pa da vidva, a je to ena stvar, v kateri se ne strinjava, a imaš ti slab dan, a ga imam jaz, kako zdaj midva vidva to situacijo. No? In to se mi zdi pa, da je prišlo pa z leti in da je težko pride prej, ker pač premalo veš. Isto, mislim, inteligenten si noro, ne? Mislim, jaz pravim, naši otroci so ful inteligentni, sam so ob enem kar malo butasti, ne? Ker pač pojma nimajo še, a veš? Ja, Tako, no. je drugačno. Zdaj si omenil to, me je ful zanimivo, da si omenil to, da si senzibilen, da čutiš stvari, kar je super po eni strani, ker res, kot si v trenutku, vse ko si opisal lepo, ker si v trenutku vse bolj vidiš, pa začutiš, pa tako. Ampak ta ima tudi neko tako negativno oziroma malo težjo plat, ta senzitivnost, v tem smislu, da čutiš tudi negativne stvari bolj. Pa me zanima, kako si se s to stvarjo soočal, oziroma si videl, da je vplivala na te, pa si se mogel malo naučiti glede tega? Ja, seveda, zato ker poleg tega, da sem precej senzibilen, sem po defaultu tudi precej naiven. Pa recimo, zdaj sem se seveda pač, imam tak občutek, da sem se spremenil, pa da sem manj, ali pa da hitro vidim skozi en bullshit, ali pa skozi ene take neugodne situacije, ki ti lahko škodujejo. Ne? Ampak to je bilo, tako kot si rekel, vse te tangira pola. Ne? In si bolj občutljiv in se mi zdi, da z leti moraš, tako kot za zajemanje momentov, da se odločiš, ne? A veš, dobiš to mirnost, da se ti ene stvari... Veš, čakaj, mogoče bom tako rekel, če ti res obvladaš en šport, ne? Pa se ti stvari dogajajo na igrišču, recimo pri basketu, ko sem veliko košarke preigral, se ti ful počasneje dogajajo. Zato, ker vidiš ene stvari malo naprej, malo nazaj, malo levo, malo lahko pričakuješ in pri življenju je isto. Ne? In zdaj lahko že vnaprej malo vidim, tole bo totalno slabo zame, ali pa tole ne vpliva dobro name in lažje odrežem ene stvari, ali jih pa prekinem. Včasih pa tega sploh nisem znal, ker nisem imel mehanizma, pa nisem imel samozavesti, ali pa sem mogoče šel čisto prostovoljno v eni situaciji, ki so mi škodile, malo iz inata, malo zato, ker kaj zdaj ti meni, ti nič meni ne moreš. Ampak nihče ni nepremagljiv. Ne? In valjda se dostikrat sem nasrkal, pa še zdaj kdaj, ravno zato, ker pač sem senzibilen. Sem pač tako je, jaz se mi zdi, da ne moš od tega pobegniti, da lahko probaš malo nadzirati, pa se čuvati, pa predvsem biti odprt za to, da te lahko drugi tudi čuvajo. A veš, ker včasih ti kakšen prijatelj reče, stari, to ni okej. In pol je na tebi odločitev, a ti to sprejmeš, a pa rečeš, daj pusti me, ko pa ti veš. Ampak, a veš, mogoče sem jaz preblizu slike. Pa vidim, ne vem, en del kopita enega konja, pa eno nogo, stoji pa 10 metrov za, pa vidi celo sliko bojišče, recimo. In pa to, ampak še vedno je pa na tebi, pa boš ti njegovo mnenje sprejel, ali pa ga boš zavrgel, ali pa to, ne. In moraš biti pa odprt za to, ne. Tako nekako to gledam. No. To je ta lifestyle, to je ta slalom, ker sem pa tja zihar, da letiš ven s proge, ne. Sploh ne smučam, zdaj imam tukaj neke primerjave smučarske, ampak tako, no. Lepa prispodoba, ne? No, se slalom je lahko tudi na kolesih, ne, to je res med staršci pa tako. Ja. Evo, da zapelješ, si zapeljal na tvojo področje prispodobo. Ja. Ne, vidim, da imaš ful znanja z tega področja, neke osebnostne rasti, življenja, tako nasplošno, pa verjetno tudi tu izhaja iz tega tvojega zanimanja oziroma iskanja nekih dodatnih informacij, verjetno za pomoč samo sebi. Ja, točno to. Sej, hecanje, ki si rekel znanje, ker res ne vem, če je kdo do zdaj že tako opisal to. Mislim, znanje je spet saj jaz tako gledam, je teoretsko znanje in je praktično znanje. Praktično znanje pa dobiš samo skozi lastne izkušnje. Ja, mislim, itak brez failov ne bi nič boljš stvari vedel, kakor pred 20 leti se mi zdi, da faili so ključni in faili te pol tudi napeljajo na to, da probaš ene stvari spremeniti, ne. Pač jaz sem imel veliko stvari v življenju, ki so šle narobe.
od odnosov do pač 100 stvari. In lahko skozi isto delaš, lahko pa pač ne. In pol, a veš, jaz sem star 44, se mi zdi, 44 sem, jaz sem že jaz sem 2. julija rojsten dan, jaz sem že pred 2. julijem že skozi mislil, da sem star 44. A veš, kdo to računa? No, ne, hočem to reči, da zdaj jaz se zavedam, da mi smo že čez pol, I guess. In ne vem, ne bi rekel, da je to kriza srednjih let, ampak se začneš bolj aktivno zavedati, da pač jaz recimo sem mnenja, da življenje je eno. Mogoče pa ni, what do I know? Pač v tem trenutku tako mislim, mogoče bom pa čez 3 mesece drugač, ker se mi zdi, da se itak vsi skozi spreminjamo, pa malo gledamo, kako bomo šli, pa kam bomo šli, ampak hočem reči, da jaz nočem ene stvari, da se mi kar skozi ponavljajo in hočem se razvijati in spreminjati in to ne delam načrtno, kaj bom zdaj ta teden naredil, da bom drugačen človek. Sam pač life te pele. In če imaš sranje v lifeu, je totalno dobro, da ga probaš zrihtati, a pa ga vsaj razumeti. In pa če stvar razumeš, se ene stvari kar same porihtajo. In pač to pa se veš, to pa pride s pogovorom, pa z padci, pa z usponi tudi, se ti tudi uspeh zelo velik da. Da ti pač eno samozavest, pa eno potrditev, da je v osnovi to, kar si, da je okej. Pa valjda moraš biti sposoben na to pripeti še posel, pa vse ostale stvari, ki ti pa omogočajo preživetje, pa tudi veselje, kot sem že prej rekel. No. Zdaj mi je bilo zanimivo, da si omenil, da tudi uspeh te lahko ful naučiš. Mi je ena stvar, ki tudi lahko se naučiš z uspehom, da kadar si ti gor, da te ne ego preveč prevzame, da si kar naenkrat misliš, jaz sem zdaj pa boki batina. Ker takrat pa greš v neke oblake in recimo, tle pri nas niti ne toliko, ampak mogoče v Ameriki kakšni tej veliki influencerji, ki zrasejo čez noč, pa nekdo, ki na hitro obogati, kakšen biznismen in to, si misli kar naenkrat, zdaj imam pa vse, zdaj sem pa jaz. Ne? In tole te lahko malo odpelje, tako da začneš tudi nepravilno živeti, oziroma odnosi se ti pole porušijo in tako moraš tudi tisto malo regulirati. Ne vem, kakšen je tvoj pogled na to? Mislim, da sploh ne rabiš iti v Ameriko, pa niti ne rabiš govoriti o influencerjih. Pač vsakomur se lahko, ki je uspešen v nečem, ga to lahko dvigne. Ali pa je tudi, a veš, se jaz prav občudujem ljudi, ki imajo neko iracionalno samozavest, da so najjači. Mogoče pač njihovo svet, a veš, vsak pač itak po svoje gleda na vsako situacijo. Ne? Jaz si svojo sliko stvaram, ti si svojo, ampak imaš vse živo. Ne? Ampak jaz, ki imam malo kako se še temu reče, malo tega impostor sindroma, ne? A veš, meni se kar zdi, to se pravi, jaz imam neko uradno validacijo, ki so, ne vem, mogoče sledilci, pa ogledi, pa pohvale, pa priznanja in vse te stvari, ki jih počnem v službi, pa konec koncev tudi, ne, bom se umil na službo, to se pravi, to so vsi neki indikatorji, ki pravijo, da sem jaz uspešen. Ne? Zdaj, jaz to vse razumem in vidim in pač valjda, zato ker pač, I guess, da ene stvari delam tako dobro, da je ljudem to zanimivo gledati. To je neminovno, to drži, ne? Ampak obenem pa si znam, in jaz to razumem in sem tudi to ponotranil. Ampak se mi zdi, da sem moral to zavestno ponotraniti. Ker jaz si mislim, včasih, vi sploh ne veste, to je ful, ta interni dialog je kar malo fajt, jaz vem, zakaj vam ta video všeč. Ta video je vam všeč samo zato, ker sem ga jaz tako dobro zrezal. V resnici sploh ni tako dober. A veš, ker da hočem sebe malo spodkopati. Ali pa ta video je samo zato vam všeč, ker je dober avto, pa ker sem jaz a veš, ker jaz sestavljam video, ali pa ker sestavljam story set, je fuljenih tehnik tukaj, zaradi katerih je vsebina dobra. In to moraš znati sestavljati. Pri videu je, ti imaš lahko average posneto, samo če boš dobro zmontiral, bo super vsebina. In obratno, ti imaš lahko super posneto, pa če boš poprečno zmontiral, nisi nič naredil. S filmferja dobiš, kada bi se užaganje jedel, ne gre dol. Ne moreš, nič se ne zgodi. In pa se mi zdi, da jaz sam sebe mal hočem pretentati, da je video dober, samo zato, ker sem jaz uporabil ene tehnike, ki jih mogoče nekdo ne pozna ali pa jih ne zna spretno izkoristiti in v resnici ta video sploh ni tako dober. In to v bistvu na nek način meni preprečuje, da bi ta ego, ki ga imamo čisto vsi, konec koncev, Madonna, moraš biti kar poseben tič, da
ti sam sebe vsak dan snemaš, pa gledaš, pa se poslušaš in to montiraš in pa si še toliko samozavestno to objaviš, zdaj pa vi mene glejte. To se pravi, da se razumemo. Vsi tisti, ki se na tak način izpostavljamo, imamo eno dobro mero samovšečnosti v sebi. In tudi to je ok. Pač tako je. Sej, mislim, konc koncev vsi radi objavljajo ali pa objavljamo fotke na Instagram, pa tako lej pogled, kje sem bil. Ne sam, da mogoče je pa pri meni to še potenciran. Ne? Ampak nekako se mi zdi, lahko pa, da to totalno ni res, da jaz sem boljši od vseh ali pa ta ego, ki si ga tako pomenujem, to je ful tak umbrella, to je tak izraz čist preširok. Ego je lahko super, lahko je slab, lahko je ego ima toliko različnih obrazov, da popizdiš, a ne? Ja, pa ego lahko to usmerjam tudi proti tebi v negativnem smislu, Ja, da ti seveda. govori, da si manj kot si dejansko, ne, ali pa da si več kot si dejansko. Jaz mislim, da je to ta ples precej precizen, da znaš to usklajevati malo, ker se mi zdi, da noben ni imun na to. No? Predvsem pa se mi zdi, da tle pa, ne vem, se moram zahvaliti enemu nekemu temu zapisu, s katerim sem se rodil, ali svojim staršem. Jaz zares verjamem v to, da smo vsi isti. Sem pač nekdo, ima en set kart, ki se rodi, nekdo ima drug. Nekdo najde svojo strast, nekdo jo ne. Nekdo pač ima zadane nek nesrečen splet okoliščin, zaradi katerega mu je onemogočeno nekaj. In veš, vsi imamo en set enih orodij in pač eni jih uporabljajo malo boljše, eni malo slabši in to pač, ne vem, pa v osnovi se mi zdi, da ne rabiš iti med influencerje, da najdeš ljudi, ki so bad energy ali pa ki so mogoče kar malo žleht, se to je dobra beseda. Pač to je povsod tako, no. V Ameriki, v Sloveniji, ne vem. Ja. Ja, se mi zdi ful pomembno, ko si že prej omenil, da ne judgeš ljudi oziroma ne na prvo žogo mečeš. Ja, ok, čutiš, da to ni to, ne, pač ok, nek bad energy, bad vibe, ne, on je slab človek in tako. Ampak sigurno, ker saj jaz imam to prepričanje, da vsi se rodimo, pač prazni, čisti, svetli, ampak potem se dogajajo razni dogodki, ki te pač normalno vplivajo na te. Ne. In ko pogledaš z te perspektive na ljudi, si jih ne upaš več judgati, ker ne veš, kaj so šli oni skozi, da so postali to, kar so danes. Ne. Seveda, sej obstajajo neki parametri, po katerem bi tudi lahko sodil. Ne? Zdaj, če nekdo nekoga ubije, stari, ali pa če nekdo nekoga zlorablja mentalno, fizično, whatever, to je že, mislim, se lahko strinjamo, da je ene stvari, seveda moramo obsojati. Ne? Ampak se mi zdi, da tako, ki si rekel, ne, až kaj je meni večja past? Meni je večja past, se mi zdi, da tudi na tak način, če preveč sodiš ali pa se preveč osredotočaš na to, da nekoga preučuješ in kritiziraš, da je to ful past, iz katere se je težko pa ven izmuzniti. Zato, ko ful paše to. A veš, se jaz priznam, paše tudi obrekovati. Sej obrekovanje je v bistvu en tak zelo pomemben vezni člen med ljudmi. A veš, ne mi reči, da stari zagotovo tudi ti upravljaš. Sam pač pol je malo odvisno, koliko energije temu pa časa temu namenaš. Ne? Ker eno je tako, ne dobro namerno, ampak tako sem pa tja ziher daj čez koga, kaj nam rekel pluneš, ampak tako lej, kaj pa unare, fuck, ali pa mogoče pokomentiraš, to bi moral pa drugače narediti. In to je vse super, če je, se meni zdi, v enem takem, v eni zdravi meri. Zato, ker temu se noben ne more izogniti. Ga ni človeka na tem svetu, ki ne bi imel malo te težne. Ne? Mogoče en menih tam. Ne, res, pa še za unga nisem zihara. Ampak to je pol tako brezno, se mi zdi, da v katerega, če enkrat začneš padati, je noro težko se vrniti. Zato, ker to je ena taka temna sila. In jaz imam par ljudi okrog sebe, ki so bili drugačni, ker vsi se skozi spreminjamo, ampak spreminjaš se lahko tudi v to, da je ta inercija tega, da si ti osredotočen na negativno in da iščeš pri ljudeh negativno, ki si mogoče sam nezadovoljen. Ja, veš, pa jaz rečem kdaj, stari, zakaj to sploh delaš? Veš, pa nekdo, recimo, ki ga poznam, pa je uspešen, pa jaz rečem, stari, če je že tako, da ti misliš, da je kar neki, pa ti si ti Jack, ali pa da si ti boljši, pol stari lev se ne obremenjuje z mucki, pa volk ne s kuški. No, kva delava mi dva zdaj tle? A ti res čutiš tak gnev, da moraš zdaj po enemu tolčiti, tudi takrat, ko nimaš nekega povoda za to. Vse eno je, da te nekdo izzove, ali pa da rečeš, fakt, da sta razvidel, kaj je naredil, deva zdaj, a veš, pa je to mal debata. Ampak pri enih ljudeh pa ta energija prevzame cel njihov jaz.
In je pa sam še to, sam še pizdakanje. In pol to vpliva na te in pol greš pa sam še nizbrdo stari, pa sam še to delaš in kar naenkrat se lahko ti ujamaš, da to delaš že leta in da si se nehal nase osredotočaš, pa na svojo družino, pa na svojo srečo, pa na svojo službo, zato ker čisto preveč časa namenaš hejtanju ali pa obrekovanju ali pa v bistvu nestrpnosti in to. To je ful navarno, se meni zdi. Ja, jaz tudi provam čim manj tega, ampak itak me povleče vsake toliko noter in poleg takrat prav razmišljam, oziroma pač se poglobim v to, zakaj. Ne. In po eni strani je pač tu dober občutek, ko si omenil, ne, pač nekaj v tebi je veselo, da lahko to delaš. Ker je taka, ne vem, hkrati je negativna energija, ampak feels good. Ja, zato ker je sprostitev energije, ti imaš pent up energy, ti imaš vsep neki. Zdaj vprašanje, kaj je to, pa odkje je to prišlo, ne? Lahko da te en zajebo, lahko da si sam nezadovoljen, lahko da si sam povzročil vse to, ali ti je nekdo drug, lahko da je to izkušnja iz preteklosti, ki te je zaznamovala, ampak ti moraš to vendati in te ventile moraš odpreti in ven spustiti stvari. In ti prav čutiš to zadovoljstvo. Jaz vem, da kdaj na nekoga popizdim, ali pa ne rabi biti oseba zraven, ali pa ne vem, konec koncev tudi pri mojem otroku. Jaz vidim, da kdaj, ko moja to mala nekaj zajebe, ali pa se ne drži dogovorjenega, kljub 5 opominom, ne, da takrat, ko pol popizdim, jaz prav fizično čutim, da pizdim še za nazaj za vse stvari. A veš, in pol je moja reakcija na to, kar je sicer narobe naredila, potencirana. V bistvu čisto nepravično. Ampak, a veš, pol je pa ta moment, ko se to je ful hecen, ker ti si jezen pa nezadovoljen, obenem pa v podtonu, v enem podtoku čutiš eno tako ful močno zadovoljstvo in čutiš, kako se ta energija, ne. Un otrok pa tako, sam nisem posle pospravila. Jaz pa ji težim za poslo, vse ozadi pa še za vse druge posle, ki jih ni poslala, pa zato, ker ni krožnika odnesla, pa zato, ker ni se dogovorila tega, pa ker je rekla, da takoj, ko bo nazaj domov prišla, da bo šla na rogo narediti, pa je ni šla, ali pa whatever, da sem se na malo ta malo spravila. A čutiš to? No, moraš da ji malo spraviti ven, ne, preko reš po njo, recimo. Ne. In pol ona gleda in pol jaz in pol pa, to so pa pač odnosi, ja, ne. A si se naučil kakšnih tehnik, oziroma kaj tebi pomaga, da v varnem okolju, oziroma da ne mečeš stvari na druge, kako sprocesirati neke svoje stvari, ki so se ti nabrale? Mislim, jaz temu se seveda ne znam čisto izogniti, ampak se mi zdi, da se probam, da če kaj se mi zdi, da prav v zadnjih nekaj letih, da probam se aktivno opomniti, ok, stop, glej kontekst, probi stopiti malo nazaj. Ampak seveda to deluje tako 40% časa, ne? Ampak se mi zdi, da se te odstotki ful povečujejo. Dej stop nazaj, dej počakaj ali pa dej umir se. A veš, res je zajeban, ker ljudje smo pač emocionalna bitja in glih takrat, ker se je najtežje, se moraš najbolj zadržati. To je pač ful ne fair fight, se mi zdi, a veš. In da takrat se probam se ustaviti. Ali pa probam pogledati na ta kozarc zdale, ne, ker mogoče, če ga od tukaj le gledam, je pač cela slika en sam kozarc in jaz res probam nazaj stopiti. Lahko bi se zasekiral, če bi mi kozarc dol padel, pa se razbil, pa jaz tako, ja, fuck, sorry, parket, neki kozarc, mogoče si ga dobil za darilo, jaz ne vem kva. Lahko pa rečem, stari, pa se kozarc je, it's okay, in ko se bomo enkrat naslednjič srečala čisto po naključju v Ljubljani ali pa ne vem kje, na morju, se bo ražala zaradi tega kozarca in probam na vse stvari tako gledati. Obenem pa ne podcenjevati enih momentov, ki so res močni, pa se jim moraš posvetiti. Vse to je ta balans, ki loviš ravnotežje. Meni se zdi, da se jaz itak skozi lovim. Se mi zdi, da včasih se mi zdi, da nič ne vem, ker je v bistvu fajn, ker si pa skozi odprt, pa lahko se še naučim. Tako. Pa nisem drugač nek študiozen tip, da bi... A veš, tako pač, življenje to uči. Ja, ampak kdo pa ima vse pošlihtano, oziroma vse pohruntano v življenju, ful malo ljudi. Samo se mi zdi, da si damo sami sebi pritisk, da bi mogli imeti, vsaj jasno, lahko govorim spet iz mojih izkušenj, kao ja, bi mogel biti toliko da se že ukvarjam s stvarmi, pa ene niste stvari hodijo gor, pa do zdaj bi jih mogli imeti že pošlihtano, ma ni tako, ne, pač ti se celo življenje, ko si rekel, se učiš, pa prije različna obdobja v življenju, pa upsi, pa downsi, ne, ampak važno, ko si rekel, tu mi je bilo ful všeč, da prepoznaš to
se probaš umakniti, ti ne gre vedno, si na 40%, ma čez čas potem vidiš, da je to zmeram večji procent, zmeram večji. In tu je ta prava neka rast, osebnostna rast, kakorkoli. Ja, se mi zdi, ja. Ja. Skje recimo vleče znanje oziroma, ne vem, kaj te ali preko podcastov, ali imaš tudi kakšno tako, hodiš na kakšne terapije? Kakorkoli? Ja, jaz sem hodil, kakšno leto sem hodil na terapijo. Kakšna terapija pa? Ne vem. Psihološka, psihoterapevtska? Ja, psihoterapija, okay. ja. Psihoterapija. Se mi zdi, da probam, ene stvari, ki sem se jih naučil že kot otrok. To se pravi neke osnovne vrednote in da probam to pol prepletati z izkušnjami. In v resnici so mi en velik del tega dali tudi podcasti, zato ker jaz sem res eno obdobje, ko sem se 10 let skoraj vsak dan vozil v Maribor, Ljubljana. To sem že 1000krat povedal. In meni so te pač podcasti pomagali, da sem še eno šolo ali pa 2 naredil zraven. Zato ker sem res poslušal in se učil. To je, da si skozi na predavanju, stari. Si ne znam ti drugače povedati. Ja, sploh če si recimo vizualno oziroma slušni tip, ne, pač še med vožnjo ti paša nekaj poslušati, premika se, ne. Jaz recimo sem se tudi ful naučil s podcastom. Ne poslušaš, pa poletek vizualiziraš stvari, pa pa tretje. Ja, sama, veš, kaj se mi zdi, da je pomembno, ali pa meni je pomembno, da ne jemljem zdravo za gotovo to, kar slišim v podcastu, ampak da mi da to eno širino. A veš, podcast, če ti poslušaš v 10 letih 300 različnih ljudi, ki so uspešni, neuspešni, iz različnih sfer človeškega življenja, od igralcev do športnikov, do pač vsega, ti to da tolikene širine, pa tolikega zavedanja, da kva vse je na svetu. Kakšni problemi so še, pa kakšni uspehi so še in kaj vse se v lifeu dogaja drugim ljudem. In pol probaš ta nazor mal preplest s svojimi situacijami pa svojim življenjem. Zato so mi podcasti ogromno dali. Pa pač veliko sem se naučil iz neuspehov osebnih, pa iz pogovorov z ljudmi, ki so ti blizu in pač vse to pol probaš prepletati. No. Ni enega vira, virov je tavžent in to je to. Ko recimo si videl pa, da psihoterapija ti pomagala? Psihoterapija mi je pomagala predvsem zato, ker sem, a veš, včasih se je ful težko pogovarjati z ljudmi, ki so ti blizu. In se mi zdi, da mogoče mi ni toliko pomagal človek, terapevt, kakor mi je pomagal tisti prostor in slaba ura tišine in da sem se jaz naučil na glas govoriti o stvarih, ki mi težijo. Ker ponovadi sem jaz govoril 1 uro. A veš, v bistvu sem se naučil ene tehnike. Ne, da zdaj jaz pridem sam domov pa govorim 1 uro, ampak to je, da je to odprl en kanal, zaradi katerega, ko sem ga odprl, sem začel lažje govoriti tudi z drugimi ljudmi. Tako da to mi je dala. A veš, ker se mi zdi, da če ti začneš govoriti sam in na glas razmišljati in se poslušati, se mi zdi, da pol kar sam tudi priješ do enih rešitev. Ker če ene stvari v glavi ostanejo, se mi zdi, da so kar tako malo nepovezane in se malo skrijejo sem, pa malo ke, ti za vse to veš, ampak dokler to ne strneš v ene besede, za mene to velja, v ene besede, ki jih na glas izrečeš, ker veš, ti jih moraš formulirati in moraš besede oblikovati in pol ven pride v bistvu čisto drugače, kot tisto, ki imaš ti tle noter neki skrit. In pol imaš mogoče in vedno je hecen, da te momenti realizacije, se res, kaj pa če je to, da pride tako po pol ure intenzivnega govorjenja in razmišljanja. Se mi zdi, da moraš, a veš, koliko enih pogovorov sem imel tudi z ljudmi, ki so bili osredotočeni na en resen problem. Oseben, služben. In skoraj pravilo je, se mi zdi, da če se midva lotva enega problema, da bova zdajle 2 uri, zdaj sem rekel 2 uri, mogoče 1 ura ali pa 3, govorila pa nič ne bova rešila. Ampak da je ta proces ful pomemben, da na uri 48 pridava do enega stavka, ki se vas sam pogledala pa rekla, to je to, stari. Ampak da to delo moraš narediti, to pot moraš prehoditi znotraj enega pogovora pa enega diskurza, zato da priješ do momenta, ki te pa pelje naprej. In to je lahko včasih samo ena beseda, ena misel.
In to sem se naučil na psihoterapiji. Da sem prišel v prostor in da je rekel, kako si kaj. In jaz tako, veš kaj. In pa sem začel govoriti in sem sam prišel do enih stvari in pa mi je on dal potrditev, ali mi jo ni dal, ali me je mogoče malo usmeril, seveda je to tudi ključno. Ampak tako ni, to je tako kot pri življenju, stari. Če ti ne vložiš časa, energije pa dela, boš težko prišel do rezultata. In isto je pri razmišljanju samo sebi. In zato se mi zdi ful pomemben na glas govoriti. Sam si pa mislim, da je to tudi odvisno od človeka do človeka, kakšen tip si. Ja. Ne vem. Če nisi tak tip, mogoče tudi samo pisanje, recimo vem, da meni pisanje ful pomaga, ker spet, ko si rekel, ne, okay, v glavi imaš razne misli, ki so itak večinoma negativne, pa grejo v spiralah, in ko daš ti to ali na papir, ali daš ven, poveš na glas, pred to ven z tebe in si bil pravno, čakaj, to jaz razmišljam, se pač to doesn't make sense, ne. In pač prav shifta se ti, in ko daš ven, vidiš, ok, pač se ni tako hudo, oziroma dobiš nek drug pogled na te stvari, in se mi zdi, saj jaz sem videl, da sem tudi glede tega malo slabo pristopil v preteklosti, ko govoriš z nekom, ki si tako malo bolj čustveno povezan, ok, govoriš, nekdo ti nekaj razlaga in ti probaš dajati neke nasvete. Samo poslušaj, ne. Mogoče tisti človek si ne želi nekega nasveta, ampak samo poslušanje, ker terapeut je isto, samo posluša, mogoče da samo usmeritev, nasveta ti in ne bo dal, ne. Dej naredi isto, tudi jaz recimo zdaj zavestim, da probam samo poslušati, ne biti neki pameten, ne, ker jaz sem neki kao pohrunto in tako, samo poslušaj človeka, to čustveno opora in to je že dovoljno. Ja, točno tako. Samo je težko, ker jaz sem tako narejen, da ko mi nekdo začne o problemu razlagati, bi mu jaz ful hitro dal rešitev, za katero jaz mislim, da je pravilna. Lahko da je pravilna, lahko da ni, ampak to je ful pomemben, ker si rekel, da lahko si sam, da si lahko sam tih. Vse to je tudi pri vodenju podcasta, ne. Zdaj sem rekel, stari meni bo najjače, ko bom enkrat en podcast z gostom naredil, ko jaz nič ne bom rekel. Mislim, to ne bo podcast, ki bo samo jaz pa gost, ampak če imam še Jureta zraven, pa Sebata, jaz lahko sam pritisnem rekord, pa rečem, zdravo, danes si z nami Jani, da bomo nekaj govorili in zaradi mene vi odpeljte in meni je čist zakon, če se samo osredotočim na poslušanje, ker to je pač tudi ponavadi, ne vem, lahko najboljše. Ja. Recimo tudi meni je všeč tako podcasti, ki samo vodim, jaz se odmaknem nazaj, mogoče tudi ta moj comfort zone, ker nočem biti v spredju, oziroma si že ne želim biti v spredju in samo vodiš potem z vprašanji, pa gost se razgovori, pa čutiš, da si ustvaril nek prostor, kjer se lahko gost odpre in tako. Veš, tu sem te mislil na začetku vprašati, tako te bom zdaj, kje ti je lažje biti? Na kjeri strani podcasta? Biti kot gost ali voditelj? To sta dve čisto različni izkušnji. Ker jaz kot podcaster oziroma kot nekdo, ki vodi stvar, imam odgovornost, da je podcast nastane. In valjda se jaz probam čim bolj odmakniti, obenem pa moram imeti v glavi zavedanje, da probam stvari speljati v določeno smer. Recimo, glih včeraj smo posneli podcast z Ano Coljo. Jaz se z njo poznam že grozno dolgo časa in mi je bilo najboljš samo, a veš, odvisno tudi, koliko gosta poznaš, ne? Ampak jaz vem, da jo razmeroma dobro poznam, pa to njeno pot, ker sem jo že nekajkrat slišal. In jaz sem včeraj samo vedel, da se moram, ko zaslutim, da smo eno poglavje predelali, da samo zapeljem na naslednjega, pa na naslednjega. In vmes samo pusti govoriti. In je bil tako walk in the park. Ona je rekla, da je bila malo nervozna, ampak da pol je bil itak tak ful prijeten pogovor. In čisto različna izkušnja je, ker medtem, ko sem pa gost, recimo tudi zdajle, je pa to, a jaz tako vidim, je pa to zame, ne rabim nobene strukture držati, je pa to čisti terapevtski učinek zame. Ker v bistvu jaz zdaj doživljam podobno, se mi zdi, kot takrat, ko sem hodil na psihoterapijo. Ti mi daš neko seme, pa jaz probam, da nekaj naredim, da to usklije in to navežem na mojo izkušnjo in mi ful paše, se tako samo všečno, ful paše govoriti o sebi, ampak se mi zdi, da po enem podcastu, ko veliko govoriš o sebi, ali pa o tem, ko tebe zanima, kako jaz razmišljam, da je to tako blagodejno name vpliva. A veš, skoraj tako, ko vem, da ko bomo midva zaključila, a veš, tako, ko ful manj intenzivno, ampak na nek način podoben občutek, takrat, ko se zjokaš, ko daš ven neke intenzivno čustva v zelo hitrem času, ponovadi najokaš pizda pol ure, pa tudi 15 minut, ne mogoče pa za minuto zajokaš, ne. In pol je sprostitev. In podcast, če sem gost, zame podoben učinek naredi.
Ker jaz vem, da se bom v avto sedel in bom točno tako. No. Tako da so dve čist ločeni izkušnji. Nimata nobene veze ena z drugo. Ne. Ali jaz vodim, ali sem pa voden. Ja. Tako. Zdaj, ko si omenil jok, kako si ti glede tega si dovoliš? Ali si se mogel navaditi to? Ker spet vzgoja ima kar veliko vpliv glede tega, nekateri si pustijo, ampak večinoma se mi zdi, da si ne dovolimo, ker smo bili učeni, da to je pač nekaj slabega in tako naprej. Ampak, ko si rekel, jok ima ful terapevtskih učinkov. Na sproščanje, na predelovanje in tako naprej. Meni se zdi, jaz ne jokam pogosto, hecen je, da pogosto, zato ker mogoče je to fora kakšnih blokad ali pa warwine, stari res. Ampak da doskrat jokam pri enih čist bizarnih scenah, ki nima nobene veze z mojim lifeom, ampak ko vidim neko naklonjenost ali pa neko lepo stvar med dvema človekoma, med očetom pa hčerko, nekaj, kar tudi mene tangira, ali pa nek moment, lahko je to nek brezvezen 30 sekund video na Instagramu, ki je pač našopan na emocije, da me to zjebe, pa ne da jokam, ampak solza mi preteče, ali pa začutim nekaj zelo močnega in pol to čutim obvezno za tem, kaj je ena katarza, kaj je eno očiščenje. A veš, se mi zdi, da stari, če bi se vsak človek vsak dan enkrat zjokal, ne vem, ali bi to dobro razložil, ampak ta občutek, ki pride za tem, je eden najboljših občutkov, kar jih jaz poznam. Pa ne jokam pogosto, no, se mi zdi, pač, kaj pa jaz vem. V bistvu si prvi, ki si me vprašal ali pospostavil to, no z Evo sva se že pogovarjala veliko o joku, pa kaj to naredi, ampak tako prvi, ki ni iz mojega bližnjega kroga znancev ljudi, ki jih poznam, da si me napeljal na to razmišljanje. No. In pa zdaj res gruntam, ne jokam veliko, no. Pa pol vprašanje zdaj zakaj. Ampak čutim pa takoj, da je to... A ja, če pa pride do momenta, ko čutim, da moram zajokati, pol pa odprem vrata na polno. Zato, ker tudi že malo vem, kaj pride za tem in si pol dovolim. Sam ponovadi je to tudi, so neki momenti, ki so mogoče čisto nepomembni. Lahko sem sam zvečer na kavču, veš, ko se vse sprosti, pa še mogoče prej greš spat, pa nekaj vidiš na TV-ju ali pa nekaj. To, kar spustim. To je pač tista minuta, pa katarza. Ja. In poleg kar je tisto obdobje žalosti mimo, si pa, ko si rekel, ne. A ni hecen, kako to... Ja. To je kot da stari ne vem kva naredil. En blagi reset. Gremo naprej. Tu sem slišal od Jordana Petersona, se verjetno ga poznaš, ne? On je v enem podcastu omenil to jok, zakaj je pomemben tako za otroke, kot tudi za odrasle, ker v bistvu med jokom je ta čustvena katarza, ker se potem tudi možgani resetirajo in takoj po joku so možgani ratajo ful plastični. In v bistvu tudi za otroke je to ful pomembno, da jih pustiš zjokati in takoj, ko se zjočejo, da začneš čustveno in dajati neke sugestije, ker v bistvu takrat se možgani zresetirajo in so ful bolj dovzemni za informacije. In to lahko implementiramo tudi mi, ki smo že starejši oziroma odrasli. Ne. Pravi, ko se enkrat ti zjočeš, zresetiraš vse in potem lahko še enkrat predelaš nekatere stvari, pa daš nek nov pogled. Recimo jaz vidim, pri sebi si nisem dovolil, ker se pač itak vzgoja, pa tako naprej, ne, pa moški si, pa kao fantke ne jočejo in tako naprej, ampak sem videl, da če res čutim, da rabim nek ta emocionalni release, si ja dovolim. Sej nisem še dober, mislim, da ratavam počasi, ampak imam še vedno malo blokade, ampak ja, vidiš potem, kako si boljši v tem. No. In je fajn, da se o tega govori, ne, sploh med nami moškimi, ker je pač še vedno neka blokada. Kot moški si moraš biti trden, pa ne smeš tega. Pa. In v varnem okolju, seveda. Ne. Se ne boš zjokal v neki družbi in tako. Ampak tako. Tako, veš, kaj se bi še malo ustavil pri zdravju, dobrem počutju in tako. Jaz se spomnim enega videa, ki si naredil, ker si bil na sistematskem oziroma menedžerskem pregledu in si tudi omenil, da ste v družini, tvoj tata pa tudi dedek, so imeli vsi srčna obolenja in si se dal počekirati, pa pole si videl, kaj poteka v tvojem telesu in tako naprej. Pa me zanima, kako skrbiš zdaj za svoje zdravje znotraj tega, kar počneš. Se pravi, si opisal zelo busy lifestyle, Ljubljana, Maribor stalno, pa potovanja, pa to. Pa me zanima, kako delaš na sebi oziroma kako skrbiš za zdravje. To je ena največjih bitk, ki jih imam, ker je ironično, ker zdravje je največ, kar imamo in ne bi smela biti to bitka, da skrbiš za svoje zdravje, ampak se mi zdi, da redko kater človek obstaja, če sploh, ki nima nekih
šibkosti in recimo pri meni je hrana, ta šibkost, se mi zdi, da še kar v redu držim to pod nadzorom, ampak da me zanese in pol se to občasno pokaže pri nekih nepogostih v resnici, pa neizrazitih nihanjih recimo moje teže. Ampak to je bilo recimo 2019 je bilo to in zdaj že v bistvu, pa ne vem zakaj, sem kar malo jezen sam nase, se že 2 leti spravljam ponovno na nek tak orang servis oziroma ne servis, pregled. Je pa res, da kar nekaj časa zdaj nisem nič gibal, pa se ukvarjal s svojim telesom, ker je totalen kontrast temu, kar sem počel v prvih 30-35 letih svojega življenja ali pa 38, ker sem res stalno bil fizično aktiven, veliko sem košarko, predvsem sem košarko igral pa tako. In v zadnjih letih je šlo pa to toliko dol, da zdaj postopoma začenjam to popravljati, odpravljati. Ful dolg časa sem se tudi izogibal, mogoče bi to malo moj izgovor, operaciji kolena, pa imam, danes grem po napotnico, pa imam v torek, imam še zadnje slikanje, preden se odločimo, kaj bomo naredili, ker se mi zdi, da to koleno je meni kar malo izgovor dajalo, da sem, a veš, prej bil moj bubble, je bil to, da sem skozi športno aktiven, je bil to moje varno zavetje, zdaj pa sem v drugačnem mehurčku in čutim, da moje telo pogreša šport, po eni strani pa se mi zdi, ker ni dali iz mojega mehurčka neaktivnosti, ker tudi to je neko stanje ugodja ali pa udobja, ker se pač spremeniš, pa se ti kar ne da več, pa tako pač life se ti spremeni. Tako da, če potegnem črto, se mi zdi, da premalo dobro skrbim za svoje zdravje, ampak vse bolje. To bi bil dosti natančen opis tega. No. Tako se mi zdi, da probam paziti na to, kaj jem, pa kakšne svinjarije vnašam ali pa ne vnašam v telo in da sem pri tem povprečno uspešen, če sem čisto iskren. Mislim, to vprašanje nisem postavil zdaj, da se bi pokazal v slabi luči, ampak me je zanimalo, tako pač itak ne je te razumem, ker pač imaš tak lifestyle, ki je stalno na poti in tako je težko vzdrževati. A veš kaj, dober primer prakse je to, da tako, kot se rekel, težko je vzdrževati. A veš, upoštevati moraš celega mene. Tudi jaz sem pač senzibilen in to pripelje tudi to, da sem težko res skozi konstanten za ene stvari. Pač to sem ti, veš, ko sem ti prej rekel, da jaz sem zelo nestrukturiran. Ne? In to gre v vse pore človeškega življenja. Ne? Posod se pol malo borim sam sabo, ker jaz bi kar najrajš bil nobenih pravil. Zakaj sploh pravila? Ampak seveda jih moraš imeti pa strukturo. Tudi zaradi odgovornosti, ki jih imaš, ker si starš, odgovornost do sebe, da sem zdrav za sebe najprej, pa za ljudi okrog mene in vse ostalo. Ne? In to je v bistvu ful težko. In pol valjda, če imaš ti 3 dni zapored na terenu, pa si skozi na cesti, ja, veš, kako ti zapaše sendvič na pumpi, stari. Jaz imam vse sendviče na pumpi naštudirane v nulo, jaz točno vem, kam moram iti, če hočem light bite, okus, ta okus, vse vem. Vem, kaj ponuja Petrol, to tret, kjer snack bom zraven zbral, pa bom tako močen, bom vzel še Bounty zraven, ker bom že stal pred blagajno, pa ga ne rabim zagrabati, pa frutabelo ali ne bom. A bom vzel vodo za piti, a bom vzel, ne vem, Coca-Colo. A bom vzel Coca-Colo Zero, ker bo mogoče boljš, sam bo slabš. To je vse to, kar sem govoril o skrbi za zdravje, vse to je tukaj v ta življenjski cikel umešano. Pač, in to so te praktični primeri. No. Ne vem. Pa, a bom pojedel 2 kosila na dan, a bom enega. A veš, to so take, ne vem, ura 11, 12, fanti rečejo, nič, gremo na malco, ne? In zdaj jaz tam pojem eno polnovredno kosilo, nič se nazaj ne držim, potem prijem domov in ne vem, 5 še eno kosilo. Pa pol mogoče še, a se rabam jaz toliko filati s to hrano? Samo to so že pol malo te fizične odvisnosti, ker je malo tvoje telo navajeno, pa rab sugar rush, pa rab to, pa rab to so te moje borbe, ne, čisto konkretno. Ne. In tako, kot sem rekel, pri tem se mi zdi, da sem povprečno uspešen. No. Tudi skinil sem par enih kilogramov, ker so me zelo motili, ker se nisem fizično dobro počutil. Pač take stvari. Se mi zdi, da marsikdo ima tudi tukaj borbo, no. Podobno. Najbrž. Ja, se v bistvu ni problem samo na nas samih, problem je v bistvu hrana, ki jo jemo, je tako narejena, da pač te zasvoji. Ja. Sej, kako je bila ustvarjena ta moderna hrana. Tako da so znanstveniki proučevali, katere regije v možganih mora hrana zadeti, da te pač dobro
da se dobro počutiš po njej. Ne? In to je ponavadi hrana visoka v ali sladkorjih ali hidratih, pa še malo soli zraven, pa še malo maščobe in tu se vse aktivira v možganih. In tako ne moreš ne jesti. Mislim, nekateri so tako močni oziroma imajo pač tako biologijo, kakorkoli, da ja, ampak za večino nas je pa težko to. Ne? Ja, ampak veš kaj hecem, ker zdaj konkretno hrano omenjaš tudi, ne, je, da z leti se mi zdi, pa mogoče temu pospešek daje še to, da sva si z Evo, z mojo partnerko, z mojo punco, da sva si zelo podobna, da če dalje bolj iščem ali pa želim imeti čisto hrano. Ne mogoče samo čisto ali pa čim bolj čisto po izvoru, ampak tudi kaj vse si na krožnik nabutam ali pa kakšne kombinacije delam. Pa nisem zdaj, da bi jaz ne štejem kalorije ali pa kaj, ampak clean, pa manj vsega, manj na vlake in tudi manj na vlake na krožniku. A veš? Pa ne vem, tudi pri pijačah je tako. Če sem včasih hotel, ne vem, skozi, ne vem, neke gin tonike točt, ko smo šli ven, mi zdaj te neke kombinacije se mi ful upirajo. Rajš spijem nekaj čistega, ne vem, je to mogoče viski ali je to, neke take drugačne, ali pa dober kozarc vina, ne, mogoče sem sam star, ne vem, ampak vidim, da hočem čim bolj prečiščeno imeti to, kaj dajem vase. Tudi, kar se vsebine tiče na netu, ne, se to isto. A veš, da probaš imeti eno vsebinsko dieto, pa ne kar vsega pojesti in konzumirati tudi v smislu, kaj si daš na zaslon. No. Ja, ker tisto te lih tako povleče noter, ne. Itak, stari. Dopamin hit in gremo, ne. Zanč, kaj veš, kaj telefon mi vsake toliko časa da malo povzetek, ne. Pa jaz tako model, a jaz sem res toliko časa na Twitterju, pa nisem, ker nič ne objavljam, ampak samo spremljam. In pa, kva delam, stari? A moram reči, da si monokrom na telefonski zaslon, da bodo vse ikone črno-bele, da me bojo manj grabile. A veš, tako, pa že tako sem velik na telefonu zaradi pač službe, pa krat ustvarjam, pa rihtam slikce, pa objavljam, pa tako, no, tako. Ja, pick your poison, ne? Za nas mlajše generacije so pa TikTok, Instagram in tako, ne. TikTok je the work of the devil, stari. Jaz se spomnim, sem prvič v live TikTok odprl, ker sem pritisnil back, pa ni šlo ven model. Jaz kako čak, sem dal back in on tako ne, back, si ziher. A veš? Si ziher, da bo šel ven. Ja. Veš še malo, ne? Ja. Vse ti bo fajn. Tako da to je, mislim, ja, pa sej pri meni isto Instagram, pač vse te stvari so tako zdizajnirane, da ostaneš tam dlje. Malda, saj sem jaz del problema. Ti pa tudi, veš? Ja. Tako da ja, mogoče ti daljši formati podcastov še vedno ne ustvarja takega problema, se mi zdi, ker spet je dolga vsebina. Visem, koliko šorca boš iz tega. To pa ja. Ne, sem se kecam. Jaz tudi delim tvoje mnenje. Se mi zdi, da tudi da obstaja, da je razlog, da obstaja interes po vsebinah daljšega formata. Ker itak smo tako našponani, stari. Zadnjič smo imeli podcast z 2 strokovnjakoma, en je bil psiholog, en je pa tudi strokovnjak glede škodljivosti družbenih omrežij in količine časa, ki ga ljudje preživimo na zaslonih. In je rekel, da povprečen odrasel vsak dan skonzumira za 35 giga vsebine, je enako, se mi zdi, da bi 72 časopisov prebral od začetka do konca. Stari. Pa nismo mi za to narejeni. A veš, mi smo narejeni za manjšo količino teh informacij. Pa valjda se nam že vsem fuzla. Da si nervozen, da prideš na 7500 vrtljajih popoldne domov in pol je otrok ping, ki te fukne na 10 jurjev, pa popizdiš. Recimo. Ali pa pač obratno, a ne? Otroci isto. Tako da ja, zavestno se umikati ven s telefona, ne? Ja. Samo je težko, ne? Saj vem, ja. Tako da imamo vsi te izzive. Veš, kje se bi še malo ustavil pri avtomobilizmu, da ne bojo tisti, ki poslušajo, ne rekli, ja, cel podcast pa neč od avto, ne. Filozofira, zdaj, dej mi povej, a Passata, la 6, malo starejšega.
Tu mi je bilo tudi všeč iz podcasta z Klemnem, ki ste naredili, nekaj se rekel, pizda, a rabiš Audija, ne? Ja. Za tvoj ego. Se Audi je super avto. Mogoče sem bil čist nefer do Audija. Ampak tako si pač povedal, ne, res, pismo, rabiš neko znamko ali rabiš malo bolj tak avto, ne? Avto je tudi legitimacija človeka, da si je prvoščil to, kar si želi, da želi to tudi pokazati. In a veš, vse to je čist legit. Super, pravim, ne? Ampak je pa tudi legit, ali pa zagotovo velja, da si marsikdo prvošči nekaj, kar ne potrebuje, čeprav vse jaz sem isti stari. A ti veš, koliko revij sem jaz kupil, pa koliko delež revij sem jaz v zadnjem letu prebral. Tako ne vem, če sem na 20%. A jaz rabim še eno revijo o avtomobilih kupiti, pa se vedno znova ujamem v eno past. In pol to celo življenje je polno, življenje je polno teh pasti, ki delamo stvari, ki niso nujno potrebne. In to je lahko nakup avtomobila ali pa še kaj drugega. Tako da ja, kaj razmišljati pri tem, če kdo želi nov avto, kje začeti, kako se odločiti za izbiro. Vem, da dosti o tega govoriš, ampak izkoristimo še malo za to. A veš, eno razmeroma pogosto vprašanje je, ko mi folk reče, jaz kupujem avto, imam 40 jurjev, kaj mi priporočaš? Kaj ne vzamem? Jaz tako starih. Ko pa jaz vem? Zdaj, kar češ? Ti mi moraš malo povedati, a veš, pa rečem, ne vem, kaj pa, ne vem, zdaj mi rekel svoj avto, Toyota RAV4, ali pa kaj pa Kia Ceed-Wagon. On tako, ne, mi imamo, veš, mi bolj nemške vozimo, ali pa fotor je bolj Ople. Jaz tako, pizda, kje si bil s to informacijo? Daj mi ti ti tudi ne prideš doktorju pa rečeš, jaz rabim zdaj tablete. On bo rekel, stari, kaj je narobe s tabo? Zdaj imam malo diagnozo postaviti. In to je isto pri avtomobilih. Jaz mislim, da se je velika večina ljudi, da se razumemo, jim je jasno, kaj potrebujejo in pridajo že z razdelanimi cilji ali pa željami, a ne? Sem pa tja pa prije, kdo je čist zafuzlu, pa sploh ne ve, kva bi rad, da mu jaz povem, jaz mu pa ne moram, ne? Ampak načeloma upoštevi svoje realne potrebe, kolikor toliko. Vsi me lahko malo sanjamo, pa si kupaš lahko malo več, kolikor nucaš, se to je okej. Se pa fajn počutiš zaradi tega, se to je čist okej. Tako da težko kar priporočam, no. Čim več vhodnih podatkov potrebujem. Koliko kilometrov delaš, kje stanuješ, a si v bloku, a si v hiši, a pride upoštev plug-in hibrid, a bi mogoče elektriko, imaš firmo, pa bi ti to prav prišlo, pač, kva pa je svem, stari? Pač, in pol pa se lahko začnejo pogovarjati in jaz v petih odgovorih prideva do zaključka. Pogosto pa ljudje želijo slišati, da so se prav odločili. Potrditev, ne? Ja, to je glavna stvar. To. Kako pa vidiš trend zdaj naprej? Dosti se govori zdaj o elektrika, benzin, Kitajska, to se malo Evropa, vsi ostali svet. Stari, to je še en podcast iz nule, veš. Ne, ampak se lahko ful posplošim in bo načeloma to kar držal. Pač trendi, ki jih narekuje tudi okoljevarstvena politika, tudi niso zabetonirani in se ves čas malo spreminjajo. Malo je odvisno od tega, kaj se odločijo v Bruslu in kako pol avtomobilske znamke reagirajo. In seveda elektrika je v čedalje večji meri tukaj, ampak se je njen napredek oziroma uveljavitev na trgih blazno upočasnil in to povzročil ogromno problemov tudi nemškim znamkam, pa še kakšni drugi. Veš, to je taka mineštra se kuha, da je težko reči, tako bo šlo. Ampak elektrifikacija je tukaj in se ne bo nikoli poslovila. In bo čedalje več tega. Obenem pa zdaj znamke vlagajo desetine milijard v nadaljnji razvoj in optimizacijo motorjev z notranjim izgorevanjem in mogoče bo zdaj spet. Mislim, en dober primer je Porsche je rekel, ta nov Macan bo električen, that's it. In pa folk rekel, pa ga pa ne bomo kupovali. In pa je šel eno leto mimo in je Porsche rekel, pa bomo pa začel spet bencinera delati, poleg električnega. A veš, trg tudi mal zregulira in to se je zdaj pokazalo pri električnih avtomobilih. Da se razumemo, električni avtomobili so za marsikoga lahko idealna rešitev. Zame recimo v tem trenutku ni. Ali pa meni super pride, moj avto je hibrid, samopolnilni, ker pomeni, da ga ne rabim filati baterije in mi v bistvu precej časa z elektriko pomagajo, najbrž v 70-80% vožnje. Ne? Plug-in hibrida že nimam kje filati, ker sem v Mariboru v bloku, v Ljubljani v bloku. To zgodbo sem že 1000krat povedal. Če bi živel samo v Ljubljani ali pa v nekem mestu ali pa bi imel primestne vožnje, ne vem, Logatec, Ljubljana,
kaj pa jaz vem, Brda, Gorica, Koper, whatever, je električen avto lahko krasna stvar. Polniš ga doma, čez noč se ti ne polni, plačaš 2 € na 100 km, pač neko tisto infrastrukturo osnovno moraš imeti. Vse to se uveljavlja počasi, ampak je pa zdaj en jasen trend, za katerega smo vedeli, da se bo zgodil, ker mislim, da bi se moral zgoditi na začetku, da bi avtomobilske znamke že v osnovi in na začetku morale ponuditi, ker je seveda težko, ker je bila to dražja tehnologija, avtomobile, ki so dostopni električni, kot drugi oziroma tretji avto v družini. S pomočjo subvencije, ki zdaj stane, ne vem, od 13 do 17 €, če daš subvencijo zraven. In se mi zdi, da je to boljši način, to, kar se zdaj počasi uveljavlja. Zdaj imaš kupenih opcij, da daš razmeroma malo ali pa nek normalen denar za električen avto, če ga hočeš imeti. Veš, tako pa je politika nastopila to ali pa to in 2035 naš drugega in znamke so rekle, nekatere, 2028 bomo samo še elektriko delali, folki, pa tako, ste vi zmešani, pizda. Kaj pa svoboda izbire? Veš, to ni črno-bel svet, tako kot življenje. In ti ne moreš either or. Kaj pa se ostalo vmes? Toyota je dober primer, ne? Glizan, če Jure rekel, bom moja razmesaro številke, ali pa nam šlo zdaj matematike delati. Toyota je rekla, nekdo pri Toyoti, meni se je bil Lexus, vse. Rekel, mi ena znamka naredi, ima toliko pa toliko baterijo veliko in to je za njih en električen avto. Mi lahko to kapaciteto razdelimo, pa damo ven 80 hibridov. Kdo je zdaj boš naredil? Mislim, veš, treba je odgovorno pristopati k mobilnosti in ponujati raznolikost rešitev. In se mi zdi, da je to boljši način, kako iti naprej, kako iskati optimizacijo in obenem ljudi počasi navaditi na neko absolutno spremembo, ki je prehod na elektriko. Zato, ker ljudje smo bitja navad, težko nam je kar iz danes na jutro, je kako stari. Vi ne bomo, veš, in tudi nima vsak pogojev, da bo to tudi naredil. Kar cela Evropa, modela, si ti že bil kdaj v Romuniji, pizda? A si že kdaj pelil po Sloveniji? Ne more kar vsak to narediti iz danes na jutro, ampak pač elektrika in tudi goriva pridobljena na drugačen način, to se bo razvijalo naprej in bo zanimiv gledati. No, mi smo na enem takem hudem razkrižju mobilnosti in živimo v enem najbolj zanimivih časov. Stari, mi smo na takem križišču, ki so bili ob prelomu iz 19. v 20. stoletje, ko so šle kočije ven pa avti nota, veš. Samo da zdaj se ta diverzifikacija mobilnosti dogajaš v še več smeri. Tako da je noro zanimivo. Jaz sem vesel, da živim v tem času, pa sem avtomobilski novinar v tem času, ker imamo o čem zagovoriti na čist drugačen način. Ja, pa tudi na drugih področjih življenja smo prav v takem vzkrižju, oziroma novo prelom AI in take stvari. Ja. Koliko se poslužuješ? Čakaj, zdaj moram dati pa en tak dober odgovor, zato ker pripravljam en projekt, ki bo tesno povezan z AI-em, ampak ker sem podpisal NDA, moram biti lepo tiho. Drugač pa sem pa tja za nekatere stvari ChatGPT. Ampak zelo zmerno, ker se mi zdi, da mogoče me je malo prestrašila ta raziskava, ki potrjuje dejstvo, da kdor se preveč naslanja na to, ne da postajaš če dalje bolj zabit, inteligentno si, kakor si, ampak postajaš malo len v glavi, ne? In se mi zdi, da nočem, da se mi to zgodi in pač ker hočem še malo migati, to ta stara šola v meni in tako. Tako da jaz si že kakšne stvari pomagam, predvsem takrat, ko mi kuza vrat skače, ker nimam dovolj časa, sem pa tja se to zgodi, pa ni še to, da bi lahko preštel na prste obeh rok. Da sem rekel, ok, zdaj moram, ne vem, neka sprememba je bila, ali pa en avto sem zanč po prasku, pač nek rookie mistake. Sem rekel, jaz ga moram zdaj vrniti, zato da bojo oni imeli dovolj časa, da to sanirajo. Jaz ga moram na vrat na nos posnet, da bo avto čim prej nazaj. In sem rekel, in sem pač ene stvari že sam vedel in sem ChatGPT rekel, da mi poveš še 5 stvari, ki so pomembne. In sem pa iz tistega ven spel v mojo vsebino, ker sem si jo jaz, da mi je to nadgradilo mojo izkušnjo. A pa zanj sem prav na hiter sem napisal eno ponudbo za sodelovanje, ki ni bila dovolj kompletna. In sem rekel chatu, da ne mi jo, prosim, nadgradi z vsemi elementi, ki so jih zahtevali naši poslovni partnerji. Pa sem rekel, da mi PDF ven vrš.
pa sem poslal. In to je nekaj, kar bi mi zagotovo vzelo vsaj pol ure ali pa 1 uro, sem imel pač v 5 minutah ready. Ostalo pa nekaj dostno, ker seveda se pa zavedam, da ChatGPT je 1 promil, ker v bistvu velika večina ljudi je to, kar poznajo. Ne. Konec koncev tudi jaz, ampak AI prehaja stari na taka velika vrata, da popizdiš. Ne. V vse segmente skoraj, tudi v ustvarjalnega. Ja. Kar je zdaj, kar se dogaja recimo na filmski industriji oziroma ta videoposnetke in tako, je crazy, ne? Kaj ti VO3 in ta stvari, ne? Čeprav tle mi pravec ta snemalca, ne, da se vidi, ali je kaj naredil AI ali ne, ker je seveda v bistvu, sam, in hkrati ni tega ustvarjalnega procesa, se čuti, da ni te kreative od zadaj, ne, da nekaj manjka, tako da bo še nekaj cajta preko bo prišlo. Ja, sam jaz mislim, da je to samo stvar algoritmov pa dodatnega nabiranja znanja. Veš, pozabim, da se to eksponentno hitro nadgrajuje, ne. A veš, ful hitro smo koki. Ja, to še ne bo, jaz še vidim. Ja, valjda, vsi še vidimo razliko. Čutiš, slišiš zvok, slišiš glas, da ni te prav, vidiš malenkosti pri grafiki, pri oni bebi prste pogledaš, je te prav. A veš, 100 stvari je še. Ampak stari, daj pogledaj, kaj je bilo 3 leta nazaj. Zero od tega. To se pravi, mi smo šli od zero do tega, da moraš dobro pogledati. Ali pa da mogoče površno pogledaš. Zdaj pa dajmo na to apliciramo nadaljnjih 3 leta razvoja. Stari... Ja. Liko včeraj sem videl ta posnetek, se spomniš 2 leti nazaj, 2023, ko je začel AI, Will Smith, kako je jedel špagete. Ja, se spomniš te video? Ja. In kaj je recimo danes, ne? A veš, tako da, ja, to je kar zanimivo spremljati. Pa moram reči, da tudi čutim malo nelagodja ob tem. In pa se probaš malo to lažeti, da sej jaz imam pa sebe, pa to, kar vem, pa to, kar znam. Sam pač to je vse po malem ogroženo, no, se mi zdi. Bomo videli, v kakšno smer bo šlo. Ne? Zdaj, če poslušaš kakšne ustvarjalce, recimo Joe Rogan, ki je malo bolj nahnih tej conspiracy theory, kako bo recimo čipi v možganih, pa uno, pa tretje. Ne? Pa... Bo več skrivnosti s tebi. Jaz sem točno vedel, kaj ti zdaj gruntaš. Pa točno se bo spomnil, kako si me ti natehnil pred leti. Če ne bi kao pozabil, tako bomo videli. Tako, zdaj, ko preko gremo k zaključnim vprašanjem, me zanima, če imaš recimo še kakšno misel, ki se ti pojavlja, preko zaključimo še kakšna taka stvar, ki bi jo delil s poslušalci, gledalci. Lahko povezano s tvojim delom, lahko z avtomobilizmom, lifeom nasplošno. Ne vem če, jaz mislim, da sem... Veš kaj mi je bilo pa ful všeč in to sem pa vzporedno med tem, ko sva govorila, sem razmišljal o tem, da mi je ful všeč, v katero smer sva šla, ker mi je bilo fajn o tem govoriti pa razdelati ene stvari, tako čist iz egoističnega vzgiba, zato ker sem lahko spet na glas povedal ene stvari, pa mi je bilo fajn to povedati. Ker vsakeč, ko to na glas poveš, še dodatno utrdiš neko zavedanje, da so ene stvari res tako, kot jih misliš, ali pa da misliš. Veš, se mi zdi, da ukvarjanje sam s sabo je tudi pogovor z drugim. In mi je bilo prav fajn razpredati o teh, ali pa na glas govoriti o tem, kar si mi mogoče malo nastavil, pa zastavil. No, tako. Drugače sem te po meni kupenih stvari hotel vprašati, zdaj sem jih že ful pozabil, ampak ne, zanima me pa, kako pa ti AI uporabljaš. Jaz te AI, v bistvu zdaj sem jaz na programu Poni, ki je v bistvu program za podjetnike, kjer nas učijo pač kako začeti na podjetniški poti oziroma te launchajo na to podjetniško pot. In zdaj smo že imeli par predavanj od AI-ja, pa eno bomo še imeli. Ja. In v bistvu jaz za full zdaj sem se naučil v zadnjih parih tednih avtomatizirati stvari oziroma učiti, zdaj jaz uporabljam malo več Gemini od Google, ker mi je malo bolj všeč, kako on piše. Se mi zdi, da full bolj čustveno oziroma lepše oblikuješ stavke kot ChatGPT. Še večji nategun pa, Ja, recimo, zdaj v četrtek, v sredo sem snemal en podcast in potem sem rekel, daj naredi mi iz tega podcasta, naredi mi kratek video za socialno omrežje, etek sem mu napisal, da bo šel viral ali kakorkoli, mi je res ful dobro oblikoval, pač tako kao za, ne? Daj pojasni mi ta proces. Sploh, kaj ti narediš? A ti mu daš YouTube link, a mu daš video? Kako to v bistvu prvo sem ga prosil, ker sem tudi jaz bil malo na tesnem časom, sem ga prosil, da jaz imam, recimo snemal samo duševnega zdravja, ker danes je svetovni dan duševnega zdravja in pač prej nisem imel časa in pole zadnji moment sem zmislil, ja, mogoče bi kaj posnel. Imel sem neke ideje
In potem sem mu rekel, sem mu dal par datotek, ki sem jih imel že odprej, ker sem že nekaj snemal na to temo. A greva lahko po vrsti? Ja. To se pravi, ti si mu dal raw file, to, kar si zdaj posnel, neka MOV datoteka, whatever, karkoli je bilo, in pa si moral to naložiti. Tako, zdaj, če gremo še en korak nazaj, jaz sem si ustvaril svoj lastni gem. To veš, je v bistvu prije prav agent, ki ti lahko nafilaš s tvojimi informacijami glede sebe oziroma katerikoli stvari. S pomočjo AI-ja, pet na krog pa se naučil meni, ali si ti mogel? Tako, oboje. Se pravi, ti recimo ChatGPT, mislim, da je samo pro verzija, se pravi plačljiva verzija, si ti lahko ustvariš svoj lastni ChatGPT oziroma projekt, ne vem točno, kako se kliče. Na Googlu je to Gemini. In v bistvu ti si ustvariš, so tudi predloge, kako si lahko ustvariš svojega lastnega. In recimo ti mu napišeš, ok, ti boš moj recimo poslovni mentor, jaz delam to pa to pa to pa to. Recimo korak prej sem še mu rekel, naredi celotno analizo mojega podcasta in mene kot ustvarjalca, naredi celotno analizo na spletu, kar dobiš vse ven in zapakiraj mi v en dokument. In poleg tisti dokument sem vključil v ta svoj lastni gem. Se pravi, a to zajeban narediti drugače? Ne. Okay. Ful enostavno. Tudi recimo na ChatGPT-ju imaš ful enih že obstoječih projektov oziroma Gemu, ki se jih lahko pa le prilagodiš. Se pravi, ta recimo, če govorim iz Gemini, ki mi je malo bolj poznan, tam imaš recimo en odstavek oziroma en box, kjer napišeš noter, kaj želiš ti od njega in od spodaj mu nafilaš datoteke. Recimo v mojem primeru, jaz sem dal recimo, ok, moj Gem se bo klical podcast Benesere, a bo porabljal za podcast. Sem rekel, ok, ti boš moj soustvarjalec pri podcastu Benesere in predtem sem mu v posebej chatu rekel, naredi celotno analizo mojega podcasta in mene kot ustvarjalca, da mi je naredil datoteko in to datoteko sem pole dal v ta svoj lastni Gem. In v bistvu vsakokrat, ko bom šel zdaj potem na moj Gem, on bo vedel vse informacije o meni, o podcastu in tudi na kakšen način želim, da mi oni piše in polaga stvari. Tako da ne rabiš procesa preveč, kaj tak prompt je ful pomemben. Ne? In kako ga potem izkoristiš za konkretno vsebino? Recimo potem za ta primer podcasta sem napisal, ok, jaz želim, da mi ustvariš raw file, se pravi nek skript okvirno od tematik, ki bi jih želel govoriti. Imaš vse datoteke že moje od podcasta, kaj je moj cilj, kaj so moje tematike, kje želim biti. In tukaj imaš še dodatne dve datoteki, ki želim, da jih izkoristiš za oblikovati ta moj podcast. In pole mi da ful bolj precizen odgovor, kot če ne bi ustvaril tega Gema. No. Okay. Recimo isto recimo zate, bi recimo na ChatGPT-ju prvo naredil, ok, naredi mi analizo mene kot ustvarjalca plus komentar minute, naredi mi razišči celoten splet, pa vključiš ti dodatne stvari noter, kaj je tvoje poslanstvo, kaj želiš ustvarjati, narediš recimo eno tak dokument, ta dokument uporabiš potem za svoj lastni ChatGPT. In potem ti vse tiste odgovore, ki ti bo dal tvoj osebni ChatGPT, bojo ful bolj natančni in ful bolj personalizirani tebi kot drugače. Ok, tako, vse jasno. Ja. In recimo potem, ko sem naredil prvo osnutek za podcast, sem pole v naslednjem odgovoru sem ga vprašal, ok, naredi mi ven z tega, kar si mi napisal, ker sem mu prej še malo popravil. Recimo naredi mi en kratk reel za promocijo podcasta in tako. Čak, in iz česa je bil ta reel sestavljen pol? Besedilo pač. Besedilo je bilo raw besedilo, da tako, okay. Če ne, pa imaš tudi plugine, kjer bi lahko potem naredil reel, brez da bi se snemal. To mi je jasen, ja. Ok. No vem, če sem to hotel slišati. Kaj te je zanimalo? Ne, zanimal me je ta proces, kako je to kompliciran in mi je jasen, kako si lahko zdaj s tem pomagaš, ker to so vse bližnjice do koncev do tega, da si bolj učinkovit. Ne? Ja, tako. In recimo v full procesu lahko avtomatiziraš pa recimo copyright, pa pa tretje, pa sproti lahko nalagaš nove datoteke v ta Gem, da se sproti posodabljaš, recimo če hočeš kaj dodati, če hočeš spremeniti in tako naprej. Tako da recimo zdaj si s tem ful pomagam, pa recimo vidim, koliko časa mi prišpara, pa recimo optimiziram nekatere stvari, mogoče v katerih nisem najboljši. Copyright, promocija in tako. Ko stare stvari pa se mi zdi, da sem vreden. Cool, super. Si mi dal toliko zagnuta staviti. Ne, ker vem, da je, veš,
Mal sem trmast, pa hočem ene stvari sam delati, zato ker sem tako naučen, pa mislim, da je tako prav. Obenem pa pač ne smem biti ignorantski do tega, ker mi dejansko lahko osvobodi dodaten čas, mogoče za prosti čas, ali pa za biti učinkovit druge. Zato me je Ferbec matal. Ja, tako recimo sem se naučil od enega predavatelja, ki smo imeli, on ima ful uspešno firmo, računovodsko tle v Novi Gorici in on je v bistvu ful razgledan. In on si ustvaril na ChatGPT-ju, po mojenih 5-10 svojih lastnih AI-jev oziroma lastnih ChatGPT-jev in vsakega uporablja za nek drugo namen. Ja. Recimo enega ima samo za zakonodajo in ga je naštimo tako, da sproti osvežuje oziroma prebira, kadar prijejo v nove zakonodaje in mu potem pošilja obvestila, kadar se nekaj spremeni, ker itak moraš biti noter v tem. To se pravi, jaz ga lahko naučim tega modela, ne? Number two, ne? ChatGPT, Čiro, dobro sliš, da mi pregleda na konc tedna vso solato vseh sporočil za javnost znamk in mu rečem, ti veš, kaj mene zanima, daj prosim, daj mi 20% električnih novic, daj mi 20% iz sveta dirkanja, daj mi to in pol mi jih zrangeri tudi mogoče po uspešnosti, ki so bili te članki viral ali pa ne viral, whatever, ali pa so zabeležili zanimanje in mi glede na moje ali pa naše interese sestavil 7 novic, ki mi bodo prav prišle v podcastu. Vidiš, je dobro, da mi to govoriva, stari. Ful. A vidiš? Okay. Je malo proces, pač to narediti, ne vse pomahi si z YouTubeom, oziroma če poznaš koga, ki se s tem ukvarja, ampak ja, točno tako, recimo tudi ta računovodja, on tudi na tak način, on recimo konc tedna napiše, skeniri mi vse novice na spletu in na podlagi mojih uporabnosti, oziroma kaj mi želimo dajati ven kot neke bloge in tako, daj mi toliko par idej, kaj lahko napišem že blog in potem na podlagi teh idej, izbere 2 ideji, napiši mi blog od tega in potem blog je napisan tako. Zdaj odvisno, koliko želiš ta proces avtomatizirati oziroma dati njemu, da prevzame vse, ne? Jaz sem še vedno tega mnenja, da na končni izdelek mora biti tvoj osebni. Ne, se jaz mu lahko rečem, da nekje na sredin pa jaz noter preletim, ker bom jaz se odločil glede na feeling, ki ga imam v povezavi z ljudmi, ki nas poslušajo pa tako. In več informacij, ko mu daš, lažje bo prišel do bistva. Ok, super. No, evo. Hvala. Ja, tu so ena taka stvar, ki sem se naučil zdaj v zadnjih tednih in se mi zdi, da ful vsi premalo tega izkoriščamo. Za kakšne take avtomatizirane procese. Ja, no, cool. Tako, evo, zdaj smo prišli pa še do zaključnih vprašanj, ki so direkt vezane na tematiko našega podcasta. V bistvu benessere v italijanščini pomeni dobro počutje, tako da prvo vprašanje me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje? Načeloma mir. Mir v povezavi ali pa mir v odnosih z ljudmi, ki so mi najbliže. To je enako dobro počutje. Lahko je tudi, ne vem, čez 2 tedna ali čez 3 tedne grem v Španijo na eno čisto hudo dirkališče in ko bom tam unga Porsche naslovil vink, sem tudi kar precej dobro počutil, veš. Ampak to sta 2 nasprotna pola, ampak najprej sem pomislil na mir. Na mir v odnosih in to pol prinese zadovoljstvo. Na neko spokojnost, se mi zdi. To, da k temu stremim. No. To. Naslednje vprašanje, 3 nasveti za več dobra počutja. Moče kar tebi pomaga, oziroma vidiš? Ta prvi nasvet je, ne glede na situacijo, dobro ali pa slabo, zato ker nas dostikrat prevzame en hype, pozitiven, negativen, vzem si čas, pa stop en korak nazaj. Drug nasvet, probi se postaviti v kožo osebe, ki ti sedi nasproti, ali pa, ne, in to je spet lahko v nekem pogovoru, ki je imamo midva super ali pa slabo, ker se mi zdi, da s tem lahko ti bolj skozi prideš tudi v stresni situaciji. Veš, ti lahko tudi pri nasprotniku diagnosticiraš lažje, veš, če se vzpostaviš v njegovo kožo, sebe drugače vidiš, tako da to je ful pomemben, ne samo v napetih odnosih, tudi sicer. Tretja stvar pa, mogoče kar spet ta mir, probi najdati svoj mir. In to pomeni tudi pri takih vsakdanjih stvarih, veš, če se ti kdaj kam mudi.
nikoli ni toliko na knap, kot misliš, da je. Razen če tečeš, pa bo zaprl ti tam hodnik na letalo. Vse ostalo, veš, ko bo res se odpeljal. Vse ostalo pa, po moje, bo počakalo. To troje. Top. Evo, je že kar nekaj cajta od zadnjega snemanja, tako da ne vem več vprašanja na pamet. Kar vizi, stari. Kakšen nasvet bi dal sebi, oziroma kaj bi sebi rekel pred 5-10 leti? Nauči se bolje komunicirati. Zato, ker se mi zdi, da dolg časa nisem razumel, da kljub temu, da z nekom govoriš v slovenščini, lahko govorite dva povsem različna jezika. In če ti ne znaš ali razumeti tega, ali se prilagoditi, potem boš celo življenje s to osebo govoril dva različna jezika. In una oseba bo videla rumeno limono, jaz pa zeleno lubenico in se nikoli ne bova strinjala. Zdaj pa ali bom jaz sebe spremenil, ali bova najdla common ground, ali pa una oseba. Nekaj se mora spremeniti, zato da greš ti lahko naprej. To je v bistvu po mojem najpomembnejši life lesson, ki sem ga jaz s trdim delom, pa s solzami, pa z vsem, da sem se naučil upoštevati to, da se moraš naučiti drugega jezika ali pa moraš drugo osebo spodbuditi, da najdeš. To je bilo ful težko. Če ne znaš komunicirati, je pač najtežji. To. Top. Čakaj, sem bil... Kar bo čas, mi je prav šlo ono... Spomeni zgodno, kva imaš za en telefon, je to Huawei? Ne, OnePlus. OnePlus. Poznaš? Ne poznam. To so zelo malo poznani, ker so taki malo bolj nišni. In se jih da dobiti samo na njihovi spletni strani. Sploh se ne podajajo tako po... Ja. Kaj mi je bil en tak čuden tič, ki ga nisem še videl. Ja, OnePlus. Poklicna deformacija, vprosti. Ne vem, da sodeluješ, a še sodeluješ s Huawei? Ne. Sem pa tja se ujamamo. Okay. Se mi zdi, da recimo imam tudi ta njihov najnovejši telefon, zdaj testiram Pura 80 Ultra. Ja. Tako da sem v stiku s tem, kar Huawei ponuja, ampak nisem več njihov ambasador, imajo pa pač jazzne telefone, pa ni to zdaj reklama, no. Ampak folk me še vedno sprašuje, kva je zdaj, se da to z Googlom, a dela Play Store, ful so poenostavili ene stvari, ker še vedno ni isto, pa še vedno je smotan mal, ampak to je zdaj čisto drugačno. Tako. Evo, najboljši nasvet, ki si ga prejel v svojem življenju, oziroma tisti, ki ti je ostal najbolj v spominu? Stari. Najboljši nasvet. Ne vem, če je to najboljši, ampak je pa precej svež. Ker se mi zdi, da če bi zdaj iskal najboljšega, bi mi dva tle še 3 ure sedela, ker se jaz ne bi znal odločiti. Ampak 2 meseca nazaj, ali pa mesec pa pol nazaj, smo snemali podcast številka 100 z Danom Lenardom. In na koncu ga je Jure, ki smo že nehali v bistvu, ga Jure vprašal, kaj narediti, če si neodločen za eno stvar. In je Dan ful dobro rekel, nehaj se obnašati, kot da živiš za zmeri. Uno model, mi imamo kle 70-80 let, mogoče kdo 90-100, pol je gotova priča. In mi se obnašamo, kot da so stvari zdravo zagotovo zabetonirane in jutri boš tukaj in pojutrišnjem tudi in pol malo kar nekaj planiraš, da do takrat boš nič ni stari ziher. Nehaj se obnašati, daj obnašaj se tako, da se probaš zavedati, kako močno, lepo in obenem krhko je življenje in se pač probi tudi malo potem ravnati. Ne da zdaj zdi zbezlamo vsi, jutri bomo umrli, danes pa vse. Ampak daj bod malo razmišljaj o tem, da so dnevi dragoceni. No. To je ful dobra ta stoična filozofija, memento mori, če si kdaj slišal. Ne, nisem. V bistvu sem slišal, kaj to pomeni, se ne vem. Remember you're gonna die, se pravi, spominjaj se, opominjaj se, da je življenje minljivo. Ja. Točno to, kar se zdaj povedal. In oni so ful poudarjali to, da se moraš zavestno soočiti z svojo lastno minljivostjo, smrtjo, ker čeprav je to zgleda malo, oziroma se sliši tako negativno, ampak ti pa ful spremeni proces miselni, ne? Da živiš bolj tukaj in zdaj. Hočeš reči, da ima Smiljan Mori ful zajebam prijemka? Dej, znam se. Dej, gremo naprej.
Vse on bo to vzel kot čalo. Ja, Ni ja, tako. In še zadnje vprašanje. Kaj je bila stvar, ki je tebi najbolj pomagala postati boljša oseba oziroma osebnostno zrasti? Življenjski kontekst. Stari to... Veš, jaz, če gledam sebe, ko sem bil star 20-25, to sta dva različna človeka. To jaz ti ne znam povedati, kako drugače jaz danes razmišljam. Pa ne pravim nujno, da boljš. Jaz si mislim, da boljš, ali pa se mi zdi, da mi je mal vsaj pikico bolj jasen, kaj življenje je, pa kaj jaz hočem od njega, pa to. Ampak pač, to je ful tak splošen odgovor, mogoče klišejski, ampak pač kontekst, ki ti ga da življenje in stvari, ki jih doživiš, ti pomagajo najbolj. Sam pač moraš biti dovzeten za to. Ker se mi zdi, da moraš kdo, vključno z mano, kdaj dirkamo čez live, pa džabe, če ti sam dirkaš, stari, če se ne znaš malo staviti, pa to. In to mi je, ne vem, kontekst je ena najbolj pomembnih stvari. Pri tem, da znaš uživati, da znaš se smejati in jokati in razumeti človeka in to kontekst je. In če jemlješ stvari preveč iz konteksta, pol pridejo pa brezna in tudi sicer lepe stvari, sam, ne vem, širše gledaš, lepše je, se mi zdi. Ful lepo. Ja, hvala. Ful lepo za zaključek. Evo, sej mislim, da te vsi večinoma že poznajo, ti lahko že sledijo, ti že sledijo. Me pa zanima, kaj imaš, kakšne projekte imaš zdaj, nekaj si že omenil, ker ne smeš ta AI omeniti. To je še toliko zgodaj, da brez veze, ja. Ampak tako me zanima z tvojega ustvarjalne plati, kakšen je tak projekt, ki se zdaj lotevaš, oziroma je v teku, pa si tako excited, da lahko malo deliš glede tega. Mislim, jaz sem vznemirjen, zato ker atmosferci lepo rastejo. Pač Komotar minuta je glavnina dela, ki ga počnem, je v povezavi z vsebino s Komotar minuto. Ampak obenem pa imamo tako krasno ekipo na atmosfercih, ki se je v bistvu letos povečala. Spomladi nas je zapustil Saša. In potem je prišel Jerry, ki nas je malo pomladil, pravim, da je on naša turbina, našemu atmosferskemu motorju. Pa iz Motorevije je zdaj za full time prišel Jure Gregorčič in mene to tako zelo veseli, ker nam to daje en tak nov vsebinski zagon in pač mene to hajpa, zato ker se mi zdi, da najlepše delati z ljudmi, s katerimi se razumeš, z ljudmi, ki so sposobni pa pripravljeni verjeti v isto vizijo oziroma se imeti fajn na terenu. In se ukvarjati s slikicami pa z videi, pa kaj zraven napisati. To mi je, nimam enega projekta, ki bi rekel, že zdaj mi pa nekaj pripravljamo. Valjda pripravljamo fulejnih vsebinskih stvari, pa še več bo podcastov pa tega, ampak najbolj je pa to, da se veselim še bolj polno delati v kolektivu, ki je atmosferci. To se pravi Sebastian Plevnjak, Jure Gregorčič, Jerry oziroma Jernej Rajer, pa jaz. To je to. Top. Ja. Mislim, da se vsi veselimo, vsaj tisti, ki te spremljajo. Ja, hvala. Kaj bo in tako naprej. Eko, to za danes. Evo, zdaj imam še eno darilco za te. Stari, Klet Brda. Klet Brda, naši sponzorji, tako da 2 buteljkici. Super, hvala lepa. In res, hvala ti še enkrat, no, ko sem omenil na začetku, res mi je v veliko veselje, da so se ujela, da si prišel tle, da sva se spoznala. Je prav tak čuden feeling, nekoga spoznaš v živo, ki si jo že toliko let spremljal. Vse verjetno ta komentar dobiš dosti krat. Ja, hvala. Jaz zate ne vem, jaz sem prišel na terapijo. Meni je bilo super. No, jaz sem posedel v avto in tako. Tako da, hvala za vas. Še lepo bremce se je naredilo, tako da boš imel še lepo vožnjo nazaj po naših koncih. Cool, hvala. Tako da hvala vsem za gledanje, spremljanje. Upam, da vam je bilo zanimivo, da ste mogoče spoznali Cirila še v kakšni drugačni luči, če niste prej. In to, ne? Se vidimo v prihodnih epizodah. Ne? Ajde, čau. Ajde, čau. Ne vem, če sem v ta pravo kamero pogledal. Je preveč.